Tomo, živjo. Živjo. Dobrodošel v Ljubljani in na Planinski zvezi Slovenije. Spet sva se majčkeno zatikala na cestah, ne? Ja, klasika. Sva le prišla. Včeraj, ko sva se še pogovarjala za tale pogovor in sva usklajevala termine, si rekel, dajva na četrtek, v petek grem odpirat kočo. Ja, res je, grem jutri seveda kočo odpret, samo zgleda, da v dež, tako da ne vem, če bo kaj dosti obiska. No, ker sicer zdaj je sredina oktobra in tako, zares je večina koče zaprtih, ne. Koča na Smrekovcu, dom na Smrekovcu je nekje paše pod Sredogorje, ne. Res je, ja. In tista glavna sezona je seveda tudi polet, ne. Tako je. Ampak za vikende imate pa tudi odprt. Odprto imamo celo leto čez vikend, ja. S petkom odpremo, pa soboto, nedeljo, ne. Tako da sicer petek, če je slabo vreme, koliko se jutri napoveduje, pol pridem malo kasneje, če ne se pa kar potrudim, da sem že tam v 8 uri v petek gor, pa odpremo. In kar pred sprašam, koliko je pa recimo nekih vikendov, ki pa res, zdaj ta vikend je pa koča zaprta. Kaj se mora zgoditi? Ja, jaz bi rekel, da se skoraj nič ne more zgoditi, da je bila koča zaprta. Sam letos avgusta so nas postavili na glavo, to moja trditev, zato ker nam je ceste odnesli pa poti. Tako da takrat je bilo, drugače pa ne. Drugače pa jaz tudi pozim, če pade sneg, mi je še toliko bolj, zato ker jim pol sturni smučkam gor, pa mi je zelo lepo, tudi če ljudje ne pridejo sam, sej, ko zapade sneg, se veš, ko gremo radi v hribe, a ne vsi. No, seveda. Koliko pa recimo, tako, ko so že pri tem v nekem zimskem obdobju pade gor, do koliko snega recimo? Ja, lansko sezono je bilo, imam jaz tam en plot okrog koče, ki je 1,20 m visok, pa sem se smučkami čez zapeljal, tako da se pravi, da zna čez meter pasta. Ne. In tudi v takmole vremenu, kakor pravi zdajle, ne, tale vikend, ko nas napadajo sivina in nevihte, bo prišel kdo gor iz tvojih izkušenj preteklih let? Ne bo, sej v bistvu ne rabim še izkušenj iz preteklih let, pa tudi, ne, ampak sej lahko pogledal prejšnji vikend, prejšnji vikend je bila sobota izredno lepa, ne. Naši vrli vremenarji ali pa spikerji po radarju so govorili, da je to zadnji lep vikend v letošnjem poletju, ne, čeprav smo že kar v jeseni. Naslednji dan je bila pa nedelja, ne, če se spomnimo prejšnja, je pa dež padal, ne, in sem imel v bistvu, se pravi, 3 obiskovalce, en je prišel peš, 2 je pa z avtom, ne, se pravi, to je bila to prejšnja nedelja, ne. No, se slišva v ponedeljek, pa mi boš poročal, kaj je bilo ta vikend. Daj mi majčkeno opiš tole kočo oziroma dom, kako je prav, kako se prav reče? Jaz ne vem, jaz rečem koča, je pa uradno dom na Smrekovcu, ne, verjetno večji, ko je potem dom, ne, to bi mogoče bolj na Planinski zvezi vedeli, kako je prav. Ja, zdaj naš dom je v bistvu visok 1377 metrov, smo Sredogorje, smo na slovenski planinski poti, po novem bomo tudi na turno-kolesarski poti, ker se prestavlja tam gor, ker smo dobili soglasje, ki jih prej ni bilo. Tako da koča, bom rekel, je kar frekventna, sploh zaradi te slovenske planinske poti, da imamo še kar dosti obiska tujcev, v bistvu zanimivo, kaj vse štarta na našo slovensko planinsko pot, koliko je to že poznana pot, ne. Tako da to me je zelo presenetilo, odkar sem gor na koči, tega prej seveda nisem mogel vedeti, da je tako obiskana. Drugače je pa v bistvu Smrekovec hrib vulkanskega izvora, ki je edini hrib v Sloveniji, ki ima vulkanski izvor, tako da smo zanimivi, imamo floro, fauno, ki je posebna za Slovenijo, tako da je zanimiv konc, no, je pa tudi res, da jaz sem zdaj 10 let na koči, ne, pa spoznavam stvari, je pa zanimivo tudi, da jaz drugače ne prihajam z teh koncev in tudi nisem v bistvu, tudi jaz prej Smrekovca poznal prav dobro, ne. Tako da tudi zame je bil, ko sem se preselil v Šoštanj, nekaj novega in sem tudi jaz poznal te kraje, ki jih prej nisem, prej sem gledal bolj hribe pa visokogorje. Ko si šel
recimo, ko si prevzel mesto oskrbnika, delo oskrbnika, si rekel, ne, si šel iz Šoštanja gor, koliko si takrat že poznal ostale poti tudi. Ker mogoče moraš reči, da je Smrekovec ima neka tako geostrateško pozicijo, da je v bistvu kot neka tromeja, ne, 3 različnih pokrajin, oziroma ne, Šaleške, Koroške, Savinjske. Res je, ja, točno tako, kot si ti rekel. Ja. V bistvu spodaj je Šaleška dolina s Šoštanjem, Velenjem, potem na drugi strani je Črna na Koroškem, se pravi so Korošci, in pa Ljubno, se pravi ta savinjski del. Tako da smo res na neki tromeji. Nisem poznal poti. Tako si jih mogel prehoditi. Mogel sem jih prehoditi, pa se bolj s cajtom pride, zato ker človek gre rad na kakšen trening. Sem jih z veseljem spoznal. V bistvu mi je bilo zanimivo, jaz, ko sem bil prej kot obiskovalec na koči, sem bil tudi kar nekajkrat gora, ker je to ipak bil malo domač hrib že men. So rekli naprej Krnes, pol Komen, nisem slišal sam za Komno, nad Bohinjom. In nisem vedel, da je tukaj tudi Komen, oziroma Korošči celo pravijo Kamen, zato ker oni pravijo, da z doline vidijo Kamen kot ta hrib. In to so izredno taka, bi rekel, lepa pot, travnata, in je za sprehode oziroma pohode je odlično. Ja, to si predstavljam, ker moram pa tudi jaz priznati, ne, da pa še tam nisem bil. In zdaj, ko sem mačken pregledoval tole, sem že doma nakazal, da bomo verjetno še zdaj na jesen, po možnosti res na en lep sončen dan za vikend se podal proti Smrekovcu. Ajde, še eno mogoče malo hudomušno vprašanje. Vas je kdaj kaj strah, da bo vulkan se odprl in začel kaj spuščati v zrak? Načeloma ne, ker to je bil v bistvu vulkansko delovanje je bilo pod morjem, tako da je že toliko milijonov let nazaj, da je, mislim, da Smrekovec je ugasl vulkan. Me pa to večkrat to vprašajo, to ni zdaj bilo prvič to vprašanje, sem jaz se počutim čisto varnega gor, tako da mislim, da v Sloveniji ne bomo tega bi živeli. Daj mi razloži, kako pa si sploh prišel, ne bom rekel, do ideje, oziroma najprej v stik, kako se je pokazala priložnost za postati oskrbnika na domu Koči in kako se je potem pravzaprav zgodilo to, da si prevzel vse skupaj. Zmerno sem malo pogledoval, sam sem drugač višinski delavc in sem zmerno malo pogledoval proti Kočam, da bi kdaj pa bil na Koči. Sem rekel, to bi pa je znal, na kuhati sem že naučil, ker prej nisem neki prav velik znal. Na kuhati sem že naučil, ker je dober jem, drugač pa me je zmerno to nekako mikalo, da se malo umaknem iz doline, da imam pač nekak drugačen način dela kot vsi ostali, kakor veš. V dolini gre zmeram vse hitrejš, zmeram je vsega premalo, zmeram mora biti boljši in se mi zdi, da je na Koči se malo čas ustal in da imamo vse, čeprav je včasih gužva, ampak drugače je relativno kar umirjeno delo. Kje si pa zasledil, da je sploh možnost in da je prav možnost bila na Smrekovcu? Rekel si, da si se takrat si bil že v Šoštanju. Sem že bil v Šoštanju, pač poznal sem prejšnjega oskrbnika, ki je pa za eno leto podaljšal, ker prejšnjo leto niso našli ustreznega, se pravi, najemnika, ker jaz v bistvu nisem oskrbnik pravi, ampak sem najemnik. In ker so iskali novega najemnika že eno leto prej, sva se pol malo pogovarjala z prejšnjim oskrbnikom, ki je bil tudi legendarni, bil je 23 let gor, Fika. To zdaj, če bi malo bolj poznal, marsikdo me še danes vpraša, kaj je Fika. Včasih mi je to vprašanje že na živce, ker sem že skoraj 10 let gor, pa me še kar to sprašujejo. Ampak bil je pač človek, ki je bil malo poseben in z njim sva imela kar tak dober odnos, ker je tudi reševalec. In je potem sva nekako midva se pogovarjala o tem, da bi jaz to prošnjo oddal, in potem je tudi planinsko društvo sprejelo oziroma podpisalo pogodbo z mano. Katero planinsko društvo ima?
kočo? Planinsko društvo Črna. Čeprav tule moram povedati, da koča je bila pred 90 leti, 3. september, se pravi 1933, je bila odprta prva koča, je bila to odvoritev na ta dan, ki sem ga omenil, in ga je odprlo Planinsko društvo Šoštanj. Potem je pa med vojno je pač ta postojanka pogorela, ker je bila pač tako kar dost močna nemška postojanka in so jo pač zažgali. Po vojni je bilo pa nekako Planinsko društvo Žerjav bolj nekako pri denarju, pa pri volji za postaviti kočo in so potem oni postavili na temeljnih šoštanske koče, so postavili Planinsko društvo Žerjav. To Planinsko društvo se je pa kasneje preimenovalo v Planinsko društvo Žerjav Črna, oziroma danes je Planinsko društvo Črna na Koroškem, tako da so oni nekako upravitelji te koče. Tako taka pestra zgodovina, ne? Je pa še ena zanimivost, ki moram povedati, ne? To je zaradi tega mal, bomo rekli, nedorečenega, čigava koča, Šoštanj Črna, je to edina koča, ki je v 100% lasti Planinske zveze Slovenije. A res? Lepo. Pa se kdaj tako tam pršanku ali pa vzun na klopci zaneti kakšna taka debatka, komu zares ta koča pripada, ali bolj šoštanska, bolj koroška. Ja, vedno je, ne, v bistvu zaradi teh stičišča, ne, v bistvu je zanimiv, tudi ljubno, ima to nekako za svoje zadnjo gostilno v vasi, tako da v bistvu se vsi malo lastijo, ne, tako da vsakmu, ko pride z doline, moraš dati prav, ne, pa je v redu. Ampak bistveno je to, da lahko vsi jo obiskujejo, ne, pač doživljajo tisto, kar koča ponuja. Koča je tako na zelo takem lepem mestu, s fajn razgledi, do samega vrha je kolikše? 200 višinskih metrov, to je slabih 20 minut, pa si na vrhu, tako da smo res kar blizu vrha. Je pa zanimivo to, da ko sem jaz kočo prevzel, je bil še opis, da se iz koče ne vidi nič, se pravi, da vidiš gozd. Potem je bil pa narejen en tak golosek pod nami in se je vrnil travnik nazaj spodaj, tako kot je nekdaj bil, tako da s tem se je potem nam tudi razgled odprl na koči. Prej si mogel pa na vrhi, če si hotel kaj videti. Neko sliko sem videl iz časa otvoritve, je bilo tam okoli poln krav, so se pasle. A sem prav se zapomnil, ta prava kočo. Tako je, ja, vse so, krave so tam okrog. So tu če danes. Pasejo. Še zdaj pasejo, ja, s tem, da v bistvu, če so okrog koče krave, moram jaz poklicati lastnike, pa jim povedati, da sem ušle ven iz pašnika, tako da v bistvu pašnik je malo višji. Ko gre enkrat za hrano, pridejo do koče. Sem pa tudi zasledil podatek, da je po nočitvah pravzaprav to ena bolj obiskanih koč v Sloveniji. Ja, je kar res. Se pravim, mogoče res zaradi te svoje prisotnosti na slovenski planinski poti. Pa lege in to, ne? Ja, in v bistvu tudi mislim, da veliko, ki se jih loti slovensko planinsko pot, bi bilo prav zanimivo spremljati, koliko jih pa pol pride do konca. Ne? Ker mi smo relativno na začetku, pač štartajo na Mariborskem Pohorju in pridejo do nas v parih dneh. Imamo še kar veliko teh zagnanih, ki so še v navdušenju, da bodo prehodili celo. Ne? Zdaj misliš tiste, ki delajo slovensko planinsko pot v kosu? V kosu, ja. Ja, to bi bilo pa zanimivo zvedeti mačken statistike, ne? Koliko jim uspe. Koliko jih res pride do konca, ja? Zato ker načeloma pot je od Maribora do Ankarana, se pravi ne obratno, čeprav tudi kakšen dela obratno, se to je čist vsak po svoje si predstavlja. Ampak ogromno se pravim teh tujcev, ki so zanimivi, ne, jaz ne vem, jaz nisem nikoli pričakoval, da Novo Zelandce gor gostil, potem Američani so vsako leto gor prespijo. Je pa še ena zanimivost, ki mi je zelo zanimivo, mi imamo nekako kočo ponujemo na Bookingu in mi pridejo motoristi, ki so štartali največkrat, ne vem zakaj, z Bihača, Ja. In imajo smer Prago, Res in jih pele čez. In prespijo na Smrekovcu. Super, a si se kaj z gospodom Googlom zmenil, da jih pele tam čez? Ne, z Googlom sploh nisva prijatelja, šele letos sem uspel, nisem vedel, da se da vplivati na Google, ni nam prav podkazal, tako da letos smo zdaj končno Google dopovedali, kje je na Smrekovcu. Prej so se ljudje zgubljali, ki so prihajali po Google. Zanimivo. In kako si to razlagaš, da jih pele tam gore? Kdaj vprašaš, kako so iz Bihača, pa še kje?
Ne vem zdaj, zakaj jim to ponuja, kot Google, to ni mi jasno, no, zato ker so to različni ljudje. Enkrat pridejo Nemci, tudi Američani že bil, ki je bil na poti, kot sem rekel, z Bihača v Prago, za Čehi skupno, ampak ja, zanimivo mi je, no, ker v bistvu res tako, tudi motoristov imamo, seveda ti, ki so na takih motorjih, ki lahko pridejo gor, imamo tudi motoristov nekaj gostov. Zanimivo. Daj mi majčkeno razloži, kako pa poteka, recimo, zdaj, če pustiva tole jesensko, zimsko, pomladansko obdobje, če se recimo skoncentrirajo na poletno glavno sezono, kako poteka tvoj dan? Kaj so tvoje naloge? Kaj pravzaprav vse moraš narediti? Kad, recimo, če se takole lahko rečeva, si pravzaprav zdaj nek šef na koči, ne? In sigurno tudi v poletni sezoni ne moreš vsega sam podelati. Jaz seveda ne moreš sam podelati, jaz zdaj tako, jaz rad jutro začnem z sončnim vzhodom, če je lep dan, tam rad kakšno kavico spijem ob sončnem vzhodu, opazujem barve, ki so jutranje zelo lepe. Potem moramo pa kar zastaviti, se pravi, že prejšnji dan vemo, kaj vse treba skuhati, kaj je pripravljeno, kaj se treba pripraviti, preden prvo pride na jajčke za ocvirke, tako da v bistvu mi začnemo svojo kuho, vmes pa ponovadi že tudi, ker gostje začnejo prihajati, pa ni važno, je to med tednom ali je to vikend, za vikend je pa samo toliko več ljudi. To gostje, ki so prespali, pa se zbujajo, pa bi zdaj bili postreženi radi, ali že jutranji prvi gostje, ki se potem odpravljajo še naprej proti Smrkovcu oziroma še drugam. Oboji govorijo. Zdaj, v bistvu, mi smo tudi kar malo mogoče sami spromovirali sončen vzhod na samem vrhu Smrkovca, je izredno lep, imaš tam pogled proti Uršlji gori, malo proti kopom, tam nekje se pol sonce pojavi, odvisno v katerem delu letne časa si, in se pravi, te ljudje, ki so bili na vrhu, že prihajajo na kavo pa na jajčka. Ste pa na koči znani tudi po neki svoji jedi, ki tako je mogoče drugje se ne dobi. Ja, na tisto bom rekel tudi sam, zdaj ne vem, kaj misliš točno, Smrkovski piskar. Smrkovski piskar, ja, res je, zdaj malo smo po svoje naredili, ričet ponuja povsod, mi zdaj poznamo pol pohorski lonc, ki je nekako malo, rečemo, boljša izpeljanka, ima več jedi je noter, mi smo pa naredili pa malo po svoje, se pravi, tak ričet, bom rekel, malo boljši, da ne ponujemo čiste klasike in se je izredno prijel, tako da v bistvu, če ni kuhan, slučajno kakšen vikend, je kar problem z gosti, tako da imamo rajš kuhan vsakič. Pečete pa včasih tudi pice. No, se to se misli, da prej misliš to, Pice pa zanimivo, v času korone se je pojavil Ivi, v bistvu zdaj moj prijatelj, on je živel v Londonu, in je rekel, jaz imam tega dosta, Brexit, to in tretje, rekel, jaz bi pa prišel na kočo delati, rekel, ti si navajen londonskih cen, jaz siguren ti ne bom mogel dost ponuditi tule gor, je rekel, če mi daš čisto normalno urno postavko, pa da lahko nekje prebivam, bi pa bil čez sezono pretep na koči. No, ta sezona se pa še zaradi koronskih časov prelevila v 2 leti. Mi je pa seveda omenil, da je pice pekel v Velenju, pa so rekli, da je za štos, sem si sposodil peč v dolini, tako rečemo premično peč, zelo težko premično, ki mi z avto veliko gor pripelje, rekel, ne ga ne kličem več, no, ampak recimo, da smo prestavili to peč in smo rekli, da bomo samo za en vikend pekli pice. Je bil pa tisti vikend zelo velik obisk, ker je bilo lepo vreme in vsi so rekli, to so tako dobre pice, da vi morate to dati stalno ponudbo, tako da potem smo z Ivanom imela to 2 leti kar stalno ponudbo, zdaj pa ni več toliko stalna, ker težko dobim v bistvu ljudi, ki pečejo pice, tako da če imam študenta, ki mi peče, je v ponudbi, drugače pa ne, tako da ni mi pa to tipična planinska jed, tako da včasih je tudi meni na živce. Ja, no, saj si predstavljam, kako pa sicer, kako so pa ljudje to sprejeli, tako pač, ko planinska koča, smo bolj navajeni na tist železni repertoar jedi, mogoče še včasih s kakšnim, bom rekel, cukrčkom, s kakšno spremembo, pa pica naenkrat.
Tako bom rekel. So bili presenečeni? Ja, so bili. Sicer zdaj bi rekel, da bi bilo kakšno negativno odziv, ne. Je bilo pa tako mal čudno. V bistvu včasih so se prišli gor z te stalni gosti, pa so se hecali, da bi radi pico z lignji, pa se pa že skoraj pojavila gor, lih z lignji, ne, ampak ja. Ne. Tako da... Kakšne smrkovške variante pa niste iznajdli? Ne, saj smo samo eno pico. To je to je to, ja. Super. Kaj pa sicer moje gostje tako najrajš, ko pridejo na kočo? Ja, zdaj pri nas, če se odločijo za eno lončnico, se jih res veliko odloči za ta smrekovški piskar. No, potlej, v bistvu je pa druga stvar, ki pri nas se moram kar pohvaliti, smo tudi znani potem te štrudli. Se pravi, imamo borovničev štrudl, ker na Smrekovcu ogromno borovnic, in že zaradi tega moraš imeti pol borovničev štrudl pa jabolčni. Tako da v bistvu to je tista druga jed, ki je najbolj povpraševanje po njej. Ker menda tudi okoli pač na področju Smrkovca je veliko borovnic. A je to tudi s tem povezano? Ja, s tem je povezano, ja, seveda, ker mrzdo dobi asociacijo, če sem na Smrekovcu, bom pa še borovničev štrudl. Okay. A jih greš daj nabirati? Ne, jaz mislim, da prav naslova za to nimam bolje. Ok, no vidiš, pa sva že dva, tako, jaz imam celo neko travmo iz otroštva, v narekovajih seveda. Tudi jaz imam travmo. Nabiranje ribe za borovnic in tega groza. Ok, koliko pa recimo imate nočitev? Tako, koliko planincev, pohodnikov, tudi kolesarjev imate menda dost, se odloča za spanje recimo? Planincev, se pravi, največ te, ki so na slovenski planinski poti, drugače pridejo tudi družine z otroci, ki prespijo posebej za vikende ali pa kakšne praznike. Kolesarji niti ne toliko veliko ne prespijo. Mogoče kaj drugače, če bomo taj res vključeni tudi v to slovensko turno kolesarsko pot, pa se bomo, zato ker v bistvu sem jaz skrbnik za pot, moram še urediti, tako da z vašim predsednikom sva v navezi. No, le dogovorite se. Koliko je pa sicer tako, tudi kolesarstvo v zadnjih letih, zdaj že mogoče desetletje več, tudi je zelo popularno in verjetno še vedno je trend v naraščanju števila. A se tudi prva to kaže, vsaj dnevnih obiskovalcev, recimo? Ja, se kaže. Zdaj sploh se kaže z e-bajki, se je sploh povečal trend, tako da bom rekel, lep vikend, če pogledaš po klopeh, pol ljudi je s kolesom, pol pa peš. Sicer pa si ti iz Kamnika doma, si rekel? Ja, res je. In si tudi alpinista, ne? Ja. Te mi mačkam razloži, kako si pa prišel sploh stik z gorami, pa potem mogoče tudi kako si prišel do plezanja. Ja, v Kamniku je planinstvo pa alpinizem močna dejavnost, imamo lepe planine nad Kamniško Bistrico. Zmeram sem pogledoval tja že kot otrok, je pa zanimiv, da moja prva izkušnja z gorami me je peljal moj oče. Pri 7 letih, se pravi ne toliko zgodaj, ampak kot eni, ko so že res od majhnega, mene peljal pri 7 letih na Komno. Oziroma oče, se tudi mama je bila zdrava, in potem smo šli še do 7 in jaz sem bil čisto očaran nad tem. Jaz, ko sem spoznal ta svet, meni se sanjal, ko sem prišel domov in jasno, prvo vprašanje je bilo, ko smo prišli v nedeljo zvečer domov, kdaj gremo naslednjič in pol. Oče se je pozanimal v tovarni, ker je delal Titan, je imel pač sodelavce in se malo pozanimal, kaj pa te kamniške hribe vse skupaj pomenijo, ker tudi sam ni bil planinca. Tako da potlej sva začela Kamniško sedlo, Kamniške hribe, v bistvu sva prehodila tudi povezavo Kamniško sedlo, Kokrško sedlo, tako da potem v bistvu sem jaz očeta nekako porinil to planinsko zgodbo, tako da, ker je bilo moje zanimanje toliko veliko za te hribe, da potem sva z očetom ogromno prehodila. Kasneje sem pa spoznal, da imam v bistvu soseda, ki je aktiven na mladinskem odseku v Kamniku. To je bilo v koncu osnovne šole moje.
No, tam sem pa potem na mladinskem odseku sem pa postal tudi zelo aktiven, oziroma sem kar po parih mesecih postal načelnik, ker bo takrat ravno neka menjava, sem me kar za načelnika določil, tako da potem sem pa padel čisto noter v hribe. Želela pa seveda skozi alpinizem, tako da včasih je bilo tako, da si lahko začel 16 leti, če so ti seveda starši podpisali, ne sem pri 17 letih izsilil podpis potem doma, zato ker s tem se pa niso strinjali, da bi jaz pa kdaj plezal. No. Tako da nekako sem mal na finto rekel, da je bolj tako, da bi šel bolj na planinsko, mislim na alpinistično šolo, kjer bi se naučil bolj hoditi po brezpotih, pa mogoče bolj varno, da me to pač zanima in da bom sam to naredil, pa pol seveda si so pol ta prvi mesec videli, da bo tako. Koliko so to pravzaprav znane zgodbe, ne? Ja. Ta komunikacija doma, kako zdaj to razložiti, da bi pa mi plezali v hribih, ne? In kako smo dostikrat v bistvu to nadgradnjo nekega planinstva, ne? Tam vzad je pa že ogenj, je pa že kazal, kam se bo razplantel. Si pa tudi en prvih soplezalcev Tomaža Humarja, pokojnega bil. Oziroma sta bila prijatelja. Ja, v bistvu včasih je celo tudi Tomaž sam priznal, da sem njegov prvi soplezalec, to pravi, v bistvu zakaj? On je bil takrat na alpinistični šoli in poznala sva se z osnovne šole v Kamniku, on je bil sicer eno leto mlajši od mene, vendar na videz sva se poznala in je bil v Paklenici. In je bil cel nesrečen, ker so ga v okviru alpinistične šole vodili spodaj po bom rekel, kaj po onih lažjih smerih skrotijo, kaj temu rečemo, tam dvojke, trojke, ne. In sem jaz rekel, bil je cel tizga trna, revaš, ki je spod plezal prostemi pape, pa one smeri dol, ne. In sem jaz rekel, Tomaž, jutri te pa povabim v Moseraško, ne. In tako sva pol pač šla pogledati to veliko steno, Ja. In sva nekako začela na eno skupno pot, ker potem sva pol naslednji dan nadaljevala in sva pol ostala v veliki steni, dokler smo bili tam. Pa se je to ta najno prijateljstvo nadaljevalo, oziroma soplezalstvo nadaljevalo v Kamniku. In tudi seveda sva skupaj šla v Julice, tako da sva imela pol tudi marsikero zgodbo in sva res v bistvu soplezalca, bom rekel, kar eno obdobje so bila skupaj, se pa zanimivo pokazali že po parih smerih, seveda sem jaz kot starejši pripravnik, takrat on je bil pa mlajši, Ja. Nad Korošico v Decu sva plezala Šarovo Poč, pa je bil meni težek vstop. Pa je rekel, grem jaz naprej. In takrat se je pokazalo, da bo iz njega še marsikaj, ker to je bila njegova, bom rekel, težka smer, kaj pa vem, mogoče tretja, da je bila 6 ocenjena ali kaj takega, ampak je kar rekel, grem jaz naprej, če ti tle neki cincaš. Tako da se je hitro izkazalo, da ne bova toliko enako vredna soplezalca, kot je izgledal. Na začetku. Ja. Kje so se pa pol pokazale te verjetno njegove nadpoprečne ambicije, ali kako čem reči, oziroma kje so se začele te skupne plezalne dogodivščine razhajati? Ja, v bistvu zanimivo, on, ne vem, če vem, vedel v njegovi zgodovini, da je tudi letel s padalom, ker takrat se je začelo padalstvo, takrat smo še bolj padali, ko rekel, jadralno leteli. In se on nekako naučil leteti s padalom, mu je pokazal nek inštruktor tam, in ker je že 14 dni znal, je še mene naučil. In bolje pa mene to padalstvo fejs zagrablo, in ker držalo, sem jaz tudi pol malo bolj resno šel v te padalske vode, mogoče malo alpinizem začel dajati na stran, v lepem remenu sem skoraj bil na padalu, ko plezal. Takrat je Tomaž pa rekel, da on še zdaleč ni vsega povedal o alpinizmu, da se ne jaz odločim, in sem nekako rekel, da bom tudi malo letel, pa da v bistvu pač takrat sem se vpisal tudi na faks, in sem rekel, bom študiral pa letel bolj, ko pa plezal, tako da takrat se je pa malo razšlo, pol je tudi malo okrog še nekaj plezal, je pa takrat že tudi kar nekaj začel solirati, tako da v bistvu se je takrat izkazalo, da ima zelo hude ambicije. Katero leta so to bila? Začetek 90-ih, konec 80-ih? Tako. Ja, zdaj
To je bilo tam okrog leta 90, 89, ko smo mi to skupaj plezali, 90, potem tam naenkrat 91, tam so se začela malo razhajati. Koliko si pa ti, potem si rekel, močkaj si letati začel, faks, koliko pa si bil pol še v stiku z alpinizmom? V stiku sem ostal vedno, zato ker tam so bili prijatelji, delal sem višinska dela, tako da stik z alpinizmom je ostal vedno. Celo v Kamniku sem imel neko športno trgovino, kjer sem nekaj malega tudi prodajal za alpinizem in pa jadralno padalstvo. Tako da v stiku sem bil vedno, je pa res, da sem potlej kako leto nisem šel plezati, kako leto sem šel, ne, tako da nisem več toliko aktiven alpinist, sem pa vedno seveda bil v hribih in tako naprej. Si pa tudi član gorske reševalne službe. Res je, član sem gorske reševalne službe bil v Kamniku, potem posledično, ker sem se preselil, sem se nekako aktiviral na GRS Koroške, vendar moram povedati, da nisem med zelo aktivnimi, ker prvič je to moje delo na domu, ko se kaj zgodi, sem običajno ali na domu, na Smrekovcu. Če sem pa v dolini, je pa v bistvu tudi GRS Koroške čez hrib na drugo stran, tako da sem težko lih prav odziven, no, tako da nisem prav aktiven. Si pa potem s Tomažem, kako sta ostala v stikih kot ta začetna prijatelja, ali ker namreč v Tomažovih pa že kar tistih mogoče celo najboljših alpinističnih letih, ne, si pa parkrat šel z njim tudi na tele njegove podvige. Ja, res je, s Tomažem se lahko tudi v stikih, tako da jasno, da so se dobivala. Plezal nisem z njim, spremljal sem ga, kaj se, pač bil je tudi Nupce, ker sem ga tudi podpiral, ker vemo, da je tam zgubil soplezalca, tudi kakšne debate smo imela še. Pol se je pa zgodil povabilo na Davlagiri, tisto je mene zelo presenetil, ker jaz bom rekel takrat želja po Himalaji zmeram bila, ampak zdaj sploh nisem več toliko aktiven alpinist, kaj zdaj on tam mene rapa, ne, pol mogoče se je izkazalo, da je bolj rabo prijatelje zraven, kot pa se šlo za solo vzpon, ne, se pravi, nismo bili lih mi taki, bom rekel, smo bili logistični podporniki za njega, sam je to zelo ponovil kot solo vzpon, mi smo bili pa nekje tam zadaj. To je bilo leta 99, ne? Ja, leta 99. Zdaj mi mačkano piš to odpravo, kako je to izgledalo, kaj ste vi podporniki tam počeli, ker namreč Tomaž Humar je takrat solo preplezal južno steno Davlagirja v kolikih 7-8 dnevih, nekaj tazga. 7 dnevih, ja, mislim, da. Proti vrhu je splezal na greben, na ta jugovzhodni greben, potem se je pa mačkan pod vrhom ustavil, ker je bilo že vse, ne, pač, kolikor je sam takrat potem razlagal, če bi šel naprej, bi vprašanje, ne, če bi prišel dol, skratka, je rekel, to je to in je šel dol, skratka, to je bil takrat zelo velik odziv svetovne alpinistične skupnosti je pravzaprav doživel ta vzpon, ne. Tudi Messner ga je proglasil za enega najboljših vzponov, specifičen je bil pa mogoče ta vzpon tudi zato, ker je ga na nek način medijsko izpostavil drugač ali pa na nek nov način je šel v to zgodbo, ki je mogoče v alpinizmu sploh v Sloveniji še nismo poznali. Te na mačkano piš tole. Ja, res je, no, takrat smo bili res pionirji tega, bom rekel, se pravi, cela ekipa je delala na tem, da v bistvu smo imeli interneten prenos skoraj v živo, javljali smo se iz baze, ker je bilo seveda nekaj čist novega, v povezavi smo bili s Tomažem in takrat smo šli pri enem sponzorju, smo neke stvari dobili, rečemo nogavice, je rekel ta sponzor, je rekel se to, da imate po internetu prenos, vse je fajn, da ga imate, sam ne bo nekega odziva, ker internet v Sloveniji še ni toliko tak medij, da bi ljudje spremljali
No, pol se je v bistvu izkazalo, da je takrat v bistvu bila to ena velika propaganda še za Seul, ker marsikdo je pa takrat potlej se pa vsem pozanimal, če že ima računalnik doma, kako bo tudi internet gor spravil. Pa si takrat v bistvu kupil paketa, da si šel po internetu. Tako da so pol stare mame kupovali ta internet. Ja, to je bilo takrat zelo zanimivo. No. Jaz sem bil šokiran, ker vse nisem imel toliko stikov recimo z domačimi. Mi smo sicer satelitski telefon, s sabo sam takrat, ker je bila odprava je bila zanimivo zastavljena. Tomaž se je tako zamislil odpravo, da gremo po severni strani, ki jo ti mislim, da poznaš. Ja, severovzhodni greben, tam je ta švicarska smer, tako imenovana normalka, smer prvopristopnikov, ja, tam sem pa tudi jaz svojo izkušnjo doživel. Kje je pa bil pol bazen tabor? Bazen tabor je pa bil pod severno steno, se pravi na drugi strani gore. Ker vi ste dostopali, če ste bili pod južno steno, šli si iz druge doline kot krmi. No, ampak ja, sej to hočem reči, da ne vem, koliko poznaš, mi smo bili najprej na severni strani. In smo tam bili v baznem taboru, se pravi po normalki. Okay. In po tej normalki smo mi Tomažu pomagali postavljati tabore, ki bo imel se pravi šotore za sestop dol, ko se bo vračal z te južne stene. Tukaj noter smo bili predvsem aktivni, se pravi jaz, Cene Berčič, ki je že bil v južni steni. Ja, leta 81, Leta 81, Šraufom pa z Emilom Tratnikom. S Tratnikom, ja. To legendarni vzpon. Legendarni vzpon, no, ta vzpon je v bistvu bil tudi navdih Tomažu, ja. In zato je vzel Ceneta zraven, ki je že poznal južno steno, poznal je Devlagiri, in ga nekako povabil zraven je bil pa tudi Stipe Božič, ki je bil na večjih odpravah zraven, kot naš hrvaški prijatelj, ki pa zelo dobro pozna Himalajo pa Slovence. Bil je kot snemalec, bil je kot tudi logistična podpora, tako da Stipe je z svojimi izkušnjami izredno pomirjujoče deloval na Tomaža, ki včasih krabo malo pomiritve. Jaz pa Cene so bila pa takrat nekako zadolžena za te postavitev teh taborov. Bilo je pa tudi predvideno, če bi bile seveda lepe razmere, da bi tudi midva osvojila vrh po tej normalki. Potlej je cela logistika, ko se je Tomaž prestavil na južno stran, se je začela malo podirati, tja so se prestavili samo nekateri člani, to je bil Gorazd Suhodolnik, ki je bil takrat nekako zadolžen za to povezavo za Slovenijo, pa z internetom, internet je šel potem v svet. Pa Stipe Božič, zdravnica pa Tomaž so se prestavili na južno stran. Mi smo pa potem, ko smo nekako po taboru 2, malo še nad taborom 2 sem jaz bil, šli dol v dolino Kaligandakija in smo bili nastanjeni v Kalopaniju. Še vedno smo bila jaz pa Cene predvidena, da greva Tomažu nasproti, ko se bo to zgodilo, ko bo to potreba. Pač bilo je tam kar nekaj članov, tam je bil tudi še Lado Ogrin, za katerega sem tudi omenil, da ga poznaš. Ja. Oziroma Lado mi celo omenil, da si kakšnega višinca za njega delal. Ja, svoj cajtek sem študiral, smo se družili. Je rekel, Lado je izredno fajn fant, izredno priden, te je pohvalil, ja. Tako da, ja. No, in tudi Lado Ogrin je bil spodaj, potem, ko se je zadeva, ko smo vedeli, da bo Tomažu uspelo nekako preplezati južno steno, nismo pa vedeli, da bo šel na vrh, kot si sam rekel, so bile razmere res takrat nemogoče, gnil sneg in led črn in tako naprej. Tam gor ni bilo v redu, samo to še mi, jaz pa Cene nisva vedela. Bilo je pa še ena zanimivost, tam, ko smo bili dol v Kalopaniju, je tudi Lado rekel, da naj bo spremljal ta prvi del, da bi šla Tomažu nasproti. Bilo je pa v bistvu to, ti verjetno tudi poznaš to, da se ta odprava v bistvu leta 81 iz južne stene vračala potem na vzhodno stran. Ja. Ja. In to je bilo v bistvu tudi neka rešitev za Tomaža takrat. In potem smo mi, ko smo bili dol v Kalopaniju, se odločili,
seveda skupaj s Tomažem, ki je rekel, izrazil željo, ki bi šel dol, da bi on prišel po vzhodni strani dol, ne po teh taborih na severni strani, ker tam smo pa dobili informacijo, da so vsi odšli. Iz severa. Iz severa so pa zato odšli, ker je takrat Žanet, ta britanska v bistvu alpinistka, ki je bila prva na Kangchenjungi, je pač na Kloži zdrsnila skupaj z Šerpo. Sta zdrsnila in sta pač umahnila v smrt in takrat so potem vse odpravili spod prekinile in šle, tako da so bili tabori zapuščeni in potem ta informacija nekako prišla do nas, ne pa zakaj so oni zapustili. Potem je pa Tomaž rekel, bi se pa jaz vrnil na vzhodno stran. Pa to je bilo, kaj je on že plezal, ki je bil že v stenu, ki je že gor visok. Mi smo bili na vezi, z radijskimi postajami, in smo v bistvu tudi s Tomažem, potem zvečer, ko je zaključoval svoj solo vzpon, ko se je v bistvu spravil spat, je imel tudi točno določeno uro, s katero se je tudi namjavil v dolini, ne sam tem v južnem baznem taboru. Nekako je padla odločitev, da jaz pa Cene prideva na vzhodno stran, kjer je Cene že poznal in da ga v bistvu tam pričakava kot logistična podpora. Kar se je pa izkazalo za izredno slabo, ker v bistvu takrat še nismo toliko vedeli o teh podnebnih spremembah, ampak spodnji del pod vzhodno steno je bil poln serakov. Grozen ledenik, ne? En grozen ledenik, ja, in tam je v bistvu bi bilo odspod poln enega plezanja, zato da bi napredovali meter po metrom, ker so bile hude ledeniške razpoke in sva jaz pa Cene takrat sprejela odločitev, da to varen sestop za Tomaža ni. Za najdva pa tudi ne, kot podporo. In sva rekla, edina stvar je, da se lahko vrneva na severno stran in potem po severni strani prihajajo Tomažu nasprot. Ker pa ti poznaš ta hrib, Poznam. Ja, veš, da z vzhodne na severno stran ni njih bliz, Ja. In v bistvu sva midva potem nazaj dol v dolino prišla, sva kar nazaj v dolino prišla, spet v dolino Kaligandakija, kjer pa nisva bila lih najbolj sprejeta z strani ostalih članov, ker je bilo tako malo, kakor neki se ne upata, neki ne znata, kaj zdaj ga serjeta, Tomaž je ogrožen, vidva mogla prijeti nasprot. Smo se dobili samo z Ladotom Ogrinom, ki sem omenil, in nam je pač dal malce še za sabo in so pol šibala na severno stran, tako da v bistvu smo to je bil zdaj, če bi rekla, trekerskih dni, ti, ko poznaš, Ja. je 5 dni, midva se to naredila pol v 2 dneh pa pol. Ja, samo od Tukuč, iz doline, ta glavne, kjer je Kaligandaki, to je reka, do baznega tabora, to poteka 3 dni. Samo tam. No sej, ja, se mi da so... Če sta mogla še iz vzhodne strani, da so z vzhodne strani prišla, tam vzhodna stran je bilo nekje predvideno 2 dni, potem so prišla v Tukuče, kjer smo se srečali z Ladotom in pol sva šibala nazaj gor, in tiste sva naredila potem... Enkrat sva prespala, iz Tukuča do baznega tabora nazaj. Nisem pa imel izkušnje iz prej, zanimivo, ker naša odprava bila takrat sponzorsko dobro podprta in smo v bistvu mi preleteli v bazen tabor s helikopterjem. Okay. Tako da jaz sem poznal samo sestop dol v Tukuče, ker ti smo šli peš. Nisem povedal, kaj tudi pomeni nazaj gor. In tako da sam pa sva po scena tam uspela. Enkrat sem vmes prespala, vmes nama je tudi nosač rekel, da tavkodukca, to pomeni, da boli glava, to ti veš. Ja, in nama je vrgel vse skup to ovrdol, tako da v bistvu sva pol sama nesla še tist, ker smo imela opreme, pa šibala pol na severno stran. Kaj sem ti hotel poudariti vsem tem? Vmes smo zgubili vezo. Z Tomažem in z dolino. Vidva. Ja, radijsko vezo. In potem je to tako izgledalo, da sva postaja ugasnila, pa se vse skrila, da sva enostavno obupala tudi na tem, da bi mi do Tomažu še pomagala. Mi da sva pa obupno hlestala, se pravi po hribu navzgor, pa da čim prej, da ga ujamava. Tako da, ko sva prišla v bližino severne baze, sva mi dva začela spet loviti pogovore, med Tomažem pa bazno postajo na južni strani, smo nekako začela spet pogovore loviti,
nisva se mogla pa še vmešati v to. Se pravi, ko smo oddajali signal, se še zmeraj niso sprejemali. Razumem. In sva videla, da, v bistvu, da so naj odpisali, da sploh ne verjamejo, da mi to prišla, da je prišla enkrat v tukaj, če spet pa rekla, mi dva ne morava. No in pa sva prišla v bazni tabor na severni strani in smo vzpostavili vezo za Tomažem. So bila pa velika junaka, zato ker v bistvu Tomaž je imel spet nekak stik z dolino, ki si ga je zelo želel, takrat po tistem solo vzponu. Takrat se je v bistvu že tudi odločil, da ne bo šel naprej do vrha, da bo se stopil. In je takrat res si želel nekak stik z nekom, ki bi prišel z doline. Tako da potlej sva mi dva scene tam naslednji dan prišla do baznega, v bistvu do tabora 1, da sva prišla, kjer sva ugotovila, da so še preveč manj pobrali opremo, ker ko uprave zapuščamo in so tudi naš šotor spraznili. Tako da mi da so najdela noter eno spalko, še v celem taboru, eno spalko, niso vzela nad sabo, ker se nam je model, povedala so, da so spalke si pustila na taboru 1, takrat, ko so zapuščali severno stran. Pa šotori so bili več manj že vsi podrti, ker jih je veter podaril pa sneg. Tako da Cene je rekel, jaz bom šotore zrihtal, tebe pa Tomažu nasprotno, tako da so pol s Tomažem si prišla mal pod taborom 2 skupaj. Te prvo je mi bil ful vesel, me je objel, solze so bile prisotne. Pa me je pa vprašal, ko se je zdaj predstavljal, kako je šla nazaj, ker je rekel, jaz sem že zdaj 2krat v špaltno padel, kako je šla nazaj, sem rekel, tam po moji sledi je šla, sem si jaz nazaj, pa ni sledi ni bilo več, ker je veter že zabrisal. A vidljivost pa imela? Vidljivost pa ni bila pa megla. Tako da je bilo zanimiv tisti sestop, no, ampak nekako sva uspela prekorakati do Ceneta, ki je pa že mi šotor postavil. Rekel je, potrduje, da je samo ena spalka, Tomaž imel svojo s sabo. Tako da tam smo pa naredili žreb, kdo bo spal brez spalke, pa sem jaz Cenetu rekel, da žrebov ne bom, ker on je pomrznil takrat, ko se je vračal iz južne stene na vzhodno stran, je pomrznil, že v steni, in je tudi ostal brez prstov. In sem rekel, enkrat si da v Lagirju že pomrznil, še enkrat ne boš, in sem pa jaz tisto noč prebedel brez spalke na taboru 1 pri -20, taka zanimiva izkušnja, najbrž si znaš predstavljati. Ja, si znam. Dolga noč je bila, ne? No. Dolga in hladna noč. Kako pa potem naslednji dan? Naslednji dan je pa bilo lepo vreme, predviden je v bistvu že prejšnji dan, bil midosla čista rezerva, da bi helikopter ga pobral Tomaža, prejšnji dan ni mogel, naslednji dan se je potem na taboru 1 pobral helikopter, se pravi z teh -20 sem letel s helikopterjem v Pokaro, no vsi smo leteli, sem zame bila to izredna izkušnja, ker iz tistih -20 v Pokaro vemo, da ima klimo Portoroža, da sem prišel kar naenkrat, v bistvu bilo smešen, sem tam s helikopterjem ven prišel, so domačini iz mene sneg dol pobirali, pa so se kepali med sabo, eni so po mojem prvi sneg videli. Je bilo zanimivo, no, z teh -20 na ta plus je bilo tak zanimiv preskok, tako da v bistvu potem nam je kar ratal, da je bil ta prevoz s helikopterjem. Kako si tako, če zdaj že, pa sem tudi, kar se je zgodil, dogodki kasneje, in tudi kako je Tomaž nažalost končal, in ko gledaš to izkušnjo, kako jo danes vidiš. Ker kasneje tudi ta vzpon Tomažev je pač kar zatresel, tole našo skupnost. Stena je ogromna, on jo je preplezel, sicer na vrh ni prišel, pravzaprav, če se tudi to zgodovino te južne stene do Lagirja pogleda, je bila preplezana ta tretjič z njim že, pa še nobena od navez pravzaprav ni direkt na vrh prišla. Ali pa kako si tudi Tomaža videl, oziroma kako tudi danes gledaš nanj, kot njega kot persono in izjemnega alpinista na eni strani in tudi človeka, kot je bil. Zdaj, poznali smo 2 Tomaža, en je bil v medijih, en je bil pa alpinist, tako da jaz mislim, da sam do Lagiri
je bil v bistvu nekako začetek konca njegove kariere. Čeprav je še delal vzpone, ampak enostavno so ga takrat mediji tako noter potegnili, da se je tudi on sam spremenil, ker je bilo čisto logičen, ker jaz, ko sem ga spremljal po Davlogirju, smo bili zelo povezani spet, smo pomagali tudi hišo graditi, kjer se je tudi takrat poškodoval. Je pa v bistvu te mediji so ga potegnili toliko noter, pa toliko imel enih obveznosti, da je on začel zelo zgubljati stik tudi z alpinizmom samim, kot takim, kot prvobitnim. Vse to vemo, da marsikjer alpinist mu je tudi to očital, da se nekako preveč medijsko izpostavlja, pa tudi ta njegova napoved, da bo splezal južno steno do vrha, da bo pač popravil to delo Šraufa, Tratnika pa Berčiča, ne. Ni uspel, ne, in to takrat sicer je on na osnovi teh svojih medijske moči takrat, ne, zato ker takrat so vsi njega podpirali, nekako utišal ta alpinističen del, da to ni ta pravi uspeh, ne, da je on nekaj drugega napovedoval. Ampak on se je takrat začel karakterno spreminjati. To je dejstvo, ker enostavno je postal toliko prepoznan, poznali so ga stare mame, ker nas alpinistov ponovadi poznamo sami uspehe, a ne, naše, pa en drugega cenimo po svojih uspehih, ali pa se nekam popredalčkamo, a ne. On je bil pa vele alpinist takrat se prav bom rekel, za splošno publiko, a ne, še danes je v bistvu, če rečeš Tomaž Humar, marsikdo ve, kdo je bil in kaj je bil, no. Ampak, ja, dejstvo je, da ta Davlagiri, kot je on mislil, da je uspeh, ker je bil pa po drugi strani medijski uspeh za vse ostale deležnike, bom rekel, noter, se pravi, njemu je tudi olajšal pot do sponzorjev, se pravi, njegov način je uspel, ker si je želel alpinizmu, da bi lahko do alpinizma živel, ni bilo več težko dobiti sponzorje, ni pa več toliko imel stika z goram, seveda tudi časovno ga je omejeval in ni več se pravi, plezal, treniral tako, kot bi mogel, no. Tako da vse stvari se mi zdi, da je takrat pol začel delati na silo. Če rečemo, da Davlagiri ni bil, Davlagiri je bila želja, Davlagiri je bila njemu takrat cilj, a ne, čeprav Zaplotnik je rekel, da cilje v gorah ni, da je samo pot. Ampak ne je bilo res to, on je hotel to splezati, a ne, in potlej se pa to marsikaj spremenilo. Ja, ker tudi kasneje si ga ti še enkrat spremljal, ne, še na eni odpravi v Pakistan, pa tudi sicer poznamo pol njegovo pot, kako je potekal njegov nadaljnji, ne, alpinistični razvoj, zlasti ga je pol zaznamovala tale nesreča doma, ne, na hiši, ne, do nesrečnega 2009, ne, ko je pa ostal v Nepalu. Ja, res je, v bistvu, če gledate Tomaževo zgodovino, marsikdo sploh ne ve, da je bil dvakrat pod Nanga Parbatom, a nekaj drugič je bilo tisto reševanje 2005, 2003 sem bil pa tudi jaz zraven prisoten na odpravi. To je bila zame spet ena taka močna izkušnja. On, ko mi je doma govoril, da je to zid, da je to res huda stena, 3 kilometre visoka, sem jaz, ko sem prišel v bazen tabor, sem prvič v življenju doživel nekaj takega, da cel popolne nisem mogel govoriti, ker sem skozi sile solze, ker sem videl ti zid, sem rekel, to je nemogoče, da sploh to obstaja, taka stena. To je ogromno, ne. In meni je bilo to skozi, še danes mi ga odlake po koncu, ne. Bil je pa bliste pod Ropalsko steno, ne? Pod Ropalsko steno, ne. To je takrat, če se ne motim, v levem delu Mestner preplezu, prvenstveno smer, kjer se je takrat tista njegova zgodba z bratom zgodila, ki sta potem, se mi zdi, se stopila z vrha pod Jamirski steni, ki pa brata Günterja zgubil in je se potem v bistvu cel življenje vračal k njemu nazaj pod steno in ga iskal in tako, ne, in ti je zaznamovala tudi njegovo. Ja, res je, ne, sej zdaj mi smo točno po tej Mestnerjevi smeri,
spet ekipa, tukaj je bil še pokojni Matej Mošnik, noter vključen, pa Boštjan Repinc z Bohinja. Smo bili takrat alpinisti, ki smo mu pomagali, seveda tukaj od teh je bil, bom rekel, najbolj Matej pripravljen. Rečemo, da jaz pa Boštjan Repinc mogoče malo manj, mu spet pomagati, spet smo probali tabore postaviti, mi je pa res, kar si rekel za Mesnerja, to njegovo zgodbo, v bistvu smo še naredili fikse, ki so jih not imeli, in je bilo zanimivo, tako se po tistih krajih, ko se je ta velika zgodba Mesnerju naredila, je pač zgubo brata, zanimivo, tam noter so bili sicer, ne bom rekel, da so bili uporabni fiksi, se veš, kakšen je star fiks, ampak so bili tam prisotni. Ja. Verjamem pa, da kakšna zgodba in spomin in debata o Tomažu pa pride na plano še danes, mogoče celo večkrat na let, mogoče tudi v koči s kakšnim obiskovalcem, sicer pa če ne prej, kot se vrneš domov na Kamniško. Ja, sej, v bistvu s Tomažem smo imeli ogromno nekih prigod, v bistvu jaz sem bil sam en let starejši, tudi po stažu alpinističnemu nisem bil dosti boljši in v tem našem, se pravi najnem pripravniškem stažu, ko sva naredila marsikero neumnost, ampak vse so se dobro išle. Recimo, šli smo plezati z drugo navezo čez severno steno Triglavsko. Jaz pa Tomaž šla Helbo s čopom, ona dva sta šla pa skalaško z ladjo in smo imeli samo eno baterijo s sabo, vsi. In potlej sva mi dva, seveda smo se dobili tam na Gorenjskem Turncu vmes, kjer so bila jaz pa Tomaž dosti hitrejša s Helbe ven. In sta potem ona dva sklepala, da so tudi mi dva zelo hitra, smo rekli, na vrh se dobimo, na vsakem primeru se dobimo na robu stene, ne gremo naprej, se počakamo. Zakaj to poudarjam toliko? Zato, ker pa so mi dva čopov stebr, ki ga verjetno poznaš, veš, da izstop je najtežji zadnji 3 cugi, in tam je nama začel cajt leteti in sta naja prehitela, ta dva v sosednji smeri. In sta vedela, ko sta prišla na vrh, sta rekla, Tomaž pa Tomas, ste že zgoraj na poti dol, noč se bliža, mi dva greva kar naprej, se jih bo ujela. Zdaj, če greva pol z njihovo zgodbo do konca, sta prišla po temi dol s tisto edino čelno lampo, sta v vratih ugotovila, da naju 2 dni in sta poklicala reševalce. Zdaj pa najna zgodba, ker pa takrat nismo imeli nobenih komunikacij med sabo, da so seveda prišla na vrh, sva še malo počakala, sva rekla, toliko počasna tudi nista, greva dol in smo pač čez plemenice se stopala v čisti temi, čisti jasna noč, brez lune, to je bila taka tema, in nekaj sem jaz prvič šel čez plemenice, ampak dol. In je kar zanimivo, po tistih zajlah dol se stopati, tako da sva potem prišla zjutraj, ko se je dan delal ob 4, pol 5 pod steno, ko smo imela še neke ruzake od spod, sva jih pustila, takrat smo si neko opremo kar puščali od spodaj pod stenam. In sva seveda pohitela dol vrata, ker so bila prepričana, da najna prijatelja sta prespala v koči, pa naj počakala, ampak njih 2 ni bilo. Sta šla že domov. Sej sta reševalcem javila, da so mi dva pogrešana. Niso pa niti vedela, da se akcija za naju 2 že sprožila. V bistvu so rekli, bomo šli zjutraj pogledati, zvečer nimamo kaj dosta. No in seveda mi dva sva dobila štop na Bled. Iz Bleda sva šla v Ljubljano, iz Ljubljane v Kamenk. Jaz doma nisem imel telefona, takrat imel pa Tomaž, takrat stacionaren telefon govorim, je imel in je pa med tem ta kolega pa poklical seveda Tomaževo mamo, vprašal, kje je Tomaž. Je rekla, mama, s Tomom tam plezata, sej na delo zvečer ponovadi prideta, če imate vikend, imate plezalen vikend. Je rekel, ni čistko, mi smo bili včeraj skupaj v steni, da sta pa pogrešana. In ki je prišel Tomaž z avtobusom domov, je mama že takrat imela pač prvi šok, ki je imela pa še kar nekaj z njim. Je imela šok, kar se tega tiče, da je Tomaž pogrešan in v bistvu ne mu razlagala, da je pogrešan, da so se že žlahta skupaj nabirala. Kaj se je zdaj zgodilo? No, v bistvu mami kar težko povedal, da je v bistvu to on, pa da je prišel domov. No.
Pri nas doma seveda tega nisem nič vedel, jaz sem šel doma sam spat po tej. Ki so bili pa takrat reševalci. No, potem so tudi, ko je prišel domov, seveda so reševalce ustavili, ampak še vedno. Če gledaš kroniko, tistem letu piše, da sta Tomaž Humar in Tomo Drolec bila pogrešana, se pravi, ampak se je akcija dobro končala. Verjamem, da takih zgodb sta nabrala še kar neki, pa tudi mogoče ti še s katerim drugim soplezalcem. Bi te pa vprašal, takole včasih, saj moja izkušnja je, tudi, mogoče v Sloveniji niti ne, ampak dostakrat v tujini, ker sem zvečer na kakšni koči, sploh še kot gorski vodnik, pa se tiste večerne, bom rekel, ceremonije, večerja, potem spanje že majčkeno zaključijo, pa se nas še nekaj zadržujejo jedilenci, pa pol mogoče pride skrbnik, ki je mogoče kakšen alpinist, starejši, ali pa mogoče kakšen, bom rekel, upokojeni gorski vodnik in se usede za mizo, mogoče včasih kakšna kapljica rujnega še, pa posedimo še kakšne pol ure in se potem kakšne takele zgodbe pridejo in jih tako pač poslušamo. Skratka, če se kdaj usedeš za mizo, pa imaš kakšne goste in jim tako lepo postrežeš s kakšno tako zgodbo. Ja, zdaj ti si navajen mogoče koč zunaj, kot si rekel, pa da se usedete dol, pa to. Mogoče smo rekel, ni čisto prav medij, včasih me malo izzivajo, včasih tudi kaj povem. Imamo pa mogoče malo drugačno publiko, bom rekel gora, se pravi, ni toliko te alpinistične, pa recimo kakšni pripravniki to radi poslušajo, sploh te zgodbe se mi zdi. Tudi mi, ko smo bili mlajši, ko sem bil mlajši, smo starejši alpiniste, ker z odprtimi usti poslušali svoje izkušnje. Mogoče to malo pogrešam, mogoče nisem lih na te pravi koči, samo vse ostalo na Smrekovcu v redu, tako da bom kar tam ostal, dokler bom, ne bi šel bolj kakšno gorsko kočo, ker me tukaj logistično zelo odgovarja. Kako pa, ko si prevzel kočo, recimo, ker ljudje verjetno si sploh zares ne predstavljamo, kaj vse pomeni pač delo na koči. Ni samo pospravljanje postelj pa kuhanje jote, ampak je verjetno še marsikaj drugega. Ogromno stvari je. Prva stvar, ko je meni rekel ta oskrbnik, ker ga sem prevzel, oziroma prejšnji najemnik, je rekel: Tomo, tebe bodo ljudje pojedli, ker si predober, ker bojo imeli toliko idej, kaj bi vse imeli na koči, pa ti boš probal vse ustreči, pa še videl, da jim ne moreš. To je res, ampak pusta zdaj to. Ljudje so taki, ki so, in večinoma so zelo fajni gostje. Bolj zanimivo je to, ko prevzameš eno staro kočo, koliko enih stvari ne veš. Seveda sem imel številko od prejšnjega najemnika in sem ga klical, voda mi ne teče tukaj, elektrika je crknila, ne moreš verjeti, kaj vse se lahko zatakne. Do tega, da zdaj recimo, da smo v prejšnjem letu naredili čistilno napravo gor, upam, da bo boljš. Res iskreno upam, zato ker enkrat na let sem se spravil tudi v Grezenco, ki se je zabila, pa tudi tista dela niso prav prijetna, ampak pač gre. Tako, ker danes se tudi saj v tehle ožjih, mogoče tudi širših planinskih krogih pojavlja neko tako vzdušje, da pravzaprav imajo številna planinska društva težave dobiti najemnike oziroma oskrbnike koč. A imaš kakšno misel o tem? Pa seveda razlogov je verjetno lahko veliko, ali so prevelike zahteve na eni strani društev, ali na drugi strani mogoče ni ta pravih profilov ljudi, ne vidijo neke mogoče finančne slike, pač, ki bi jih zadovoljila, ali enostavno prepoznajo, da je delo pretežko, ker si predstavljam, da v sezoni se ti glih pa ravno ne moreš zmisliti, zdaj pa je šel za 10 dni na morje, ali pa malo plezati v Dolomite. Ne, sploh ne. Ne moreš iti iz sezoni, ne moreš iti nikamor. Čakaš, da bo sezona minila, pa da si boš čas za sebe vzel. Kje jaz vidim težave? Predvsem v komunikaciji, ali oskrbnik društvo, ali pa najemnik društvo,
bi se mogli bistveno več pogovarjati, ali pa celo mogoče kdaj te, ki na društvih upravljajo s kočo, pa ki se odločajo, koliko bojo skrbniku dali ali pa kakšno najemnino bojo dali, da bi sami kdaj probali, kaj to delo pomeni, pa koliko težko res včasih zaslužimo ti denar, ki ga najbolj zanimivo je, kaj pride v društvo gor predstavnik v lepem vremenu, polna koča je in reče, je benti, štimaš pa to gostov, te pa bojo najemnino povečati. Zakaj pa ne priješ tisti dan, ki deš, pa boš videl. Tako da jaz mislim, da se bo predvsem, da profili ljudi, ki so pripravljeni na kočo, čeprav zdaj kaj pomeni skrbnika, En, ko pride k meni, reče, ti si car, ma kakšen car sem, veš, ti si car, ker ješ naprej na vrh, jaz ne morem iti niti na vrh, zato me to kaldi, tako kot si sam rekel, davč od tega, da bi lahko v sezoni šel, z veseljem bi šel v Dolomite, bolj me v Dolomite vleče, a pa kamorkoli v hribe, a pa Črnogoro se je vsem, kot pa na morje, zato, ko sem še sem alpinista, še zmeram si želim skale, želim si v lepem vremenu biti v hribih, jesen zna že včasih biti fejst muhasta, tako da si želim predvsem v sezoni iti skalo probati, tako bom rekel. Kaj pa pol misliš, če slučajno kdaj se spuščaš v te debate ali pa če celo poznaš to problematiko, kaj pa misliš, da je ali pa kaj so razlogi, zakaj se ljudje ne odločajo več za to vrstno delo, oziroma zakaj so sploh ti problemi? Prvi pristop je bil mogoče, še ko sem jaz prevzel kočo, bil sem 10 let mlajši, in so rekli, relativno mlad si prevzel kočo, nimaš nobenega bolj pametnega dela, to delajo penzionisti. Tak pogled je bil pri nas pred leti na koče, ker so bile tudi malo lažje obvladljive, zdaj posebej s tujci, pa tudi Slovenci veliko raje zahajamo v hribe kot pred 10 leti, so nekako instagramovsko popularni ratel, ali ne vem kaj je vse, v bistvu želja potem tudi, da se več gibamo, kar je seveda dobrodošlo, je pa toliko bolj naporno to na kočah. Tako da na kočo bom jaz rekel, mora iti danes mlajša oseba, predvsem pa mora samo društvo mogoče tudi spremljati, kaj se zdaj s tem človekom dogaja. Jaz zanč mi kar oči zbodel, da bom povedal, katero planinsko društvo je, so rekli, imamo probleme z skrbnikom in pol je predsednik društva izjavil, da pa ni več teh ljudi, ki planinsko čutijo, da bi vsi za denar šli, jebentiš, zakaj pa delaš, jaz bom te gor garal za planinstvo, kaj? Ne. Tega danes ni več, saj vsi vemo, da tako je jaz, ko sem gor prišel, meni so vprašali, Tomo, kdaj boš pa darva rihtov pridemo, Zdaj, ko jaz rečem, da darva rihtam, rečejo, sej je kar težko, ne pride več pomagati, skoraj noben, ampak tako je, sej zdaj svet se je spremenil, ljudje smo se spremenili in enostavno mogoče v sami miselnosti, včasih še na planinskih društvih je, da je neko prostovoljstvo, pa ga ni, se pravi, tudi skrbnikom danes ljudje toliko ne pomagajo, se pravi, da res naše delo je težko in zato jaz mislim, da se bodo najdli posod teh, ker so te koče naše so na takih lepih lokacijah, da jaz mislim, da za vsakega se najde 5 skrbnikov, sam z enim primerno komunikacijo pa pogovorom. Kaj bi pa pol rekel konkretno pri tebi, da je tisto, če si zdaj mogoče opisal, zdaj bom malo pretiral grezenco, pa noben ti noče pomagati, kad drva cepaš, pa zjutraj bi kam šel, pa moraš pomagati v kuhinji in še 1001 pravilo. Skratka, delovnik, vse tisto, ki nekaj dni preživi na kočah, ve, da pač za vas so delovniki od zgodnega jutra do pravzaprav do poznega večera. Če imate mogoče kdaj večjo ekipo, si mogoče nekaj razporedite za kakšno minuto, mogoče boš rekel uro oddiha, ampak skratka, dnevi so delovno zapolnjeni. Ampak sen, kaj pa je mogoče pol tist, ki pa ti na koncu še vedno, če daš na tehtnico pa preves, da je pa še vedno fajn, oziroma boš sam povedal, si predstavljam, da te to delo je izpolnjujoče, da ti je po domači še vedno fajn to početi, kaj je tisto?
Enostavno sem zdaj sam pri sebi opazil, prej sploh nekaj časa nisem tem toliko razmišljal, ampak zdaj sem sam opazil, kaj v bistvu jaz delam. Meni pride poletna sezona in si rečem, zdaj moramo zaslužiti, in zdaj moramo delati, ker dele ljudje so, in moramo pač narediti maksimum, kar se da iztržimo sezono in se tam res potruditi, da smo taki, ki smo, sej moram potrkati za enkrat, mi še kar pohvalijo Kočo, upam, da sej nekako smo sprejeti v okolju. In kaj pol, počakam konc sezone, pol jesen, ko pride zima, pa pride, ne vem, Miha gor z družino, pol se usedeva, kakšno rečeva, tako si rekel, te zgodbe in to, srečam marsikjerga že našega alpinista, sem tudi že gor srečal, pa ne alpinista. Vsi so tudi ljudje, ki so bili v bistvu v sezoni, gredo tisti ljudje, ki so moji stalni gostje gor, pa naši, da ne bom zdaj rekel moji, naši gostje stalni gredo v drugam, na dopust, na morje, v druge hribe, mogoče tam zunaj in pol pridejo svojim zgodbam in pol se pozim dol usedeva in rečeva kakšno. To meni še zmeram fajn, zato ker rad sem med temi ljudmi in to pa tisti je ta prednost na Koči, ko pa srečaš te ljudi, ki so nekaj doživeli in upisujejo svoje spomine oziroma svoje izkušnje celo. Malo poslušam, če kakšen turen smučar, kakšne turne smuke vlečem zelo na ušesa. Rajš to vlečem kot da iz Facebooka, ker se ljudje začeže malo skrivati, kje so, zato ker povemo, če nekaj objaviš, še naslednji dan tam so vsi. Tako da v bistvu ta izkušnja je meni pozitivna, se pravi, ta izven del sezone je meni lepo, zato ker grem v petek gor, da je sploh čez sneg, pol grem s turnimi smučkami gor, pa zraven moj pes Don, ker sva stalna naveza in greva gor s smučkami, pol Dona pustim na Koči, pa grem s sankami dol še po robo, ker si že prej malo smučkami potlačam in je to v bistvu pravi recept, da jaz pridem že s turnimi smučami gor in jaz sem izpopolnen, ne zrim na ših smučami, to je meni noro, ne sam čakam v luft, gledam, daj sneg začne, tako da te stvari so pa tiste, ki so mi, ki mi nekaj pomenijo. Ki prevagajo na teh. Mačkana romantika pa pol mož biti. To pa siguren. Pa še to, ki si omenil te zgodbe, a ni Tomaž v končni fazi ena izmed njegovih močnejših, kako čem reči temu, rekel je, važne so zgodbe. Ja, seveda, se pravim, res smo imeli tudi midva nekaj zgodb, pa on veliko zgodb, je bilo zelo zanimivo poslušati, se vemo, koliko smo ga radi poslušali, kadar je bil v svojih, se pravi, kaj not padel. Karizmatičen pa je bil kot vrak. Karizmatičen je pa bil, včasih kar preveč. Na kakšni Koči je imel vedno občinstvo. Vedno imel občinstvo, Kako pa mogoče opazil, a si kaj opazil, zdaj 10 let si že gor, skrbnik, se pravi, poznaš zelo dobro in hrib, in Kočo in tudi delo, ki ga upravljaš. A si mogoče opazil tudi pri ljudeh, torej obiskovalcih dnevnih, tisti, ki pridejo samo mogoče na pijačo, pa na jedačo, samo za pač nekaj ur glasja pri vas na Koči, ali tudi tistih, ki prespijo, kakšne spremembe, oziroma omenil si že, da je veliko tujcev, da je veliko obiskovalcev iz tujine, za takih, ki bi si jih mogoče nekoč ne bi predstavljal, da bojo se tam znašali. A opažaš kakšne spremembe v odnosi ljudi in do... Ja, zdaj, tako si sam rekel, zdaj tako, jaz pravim, da imamo zdaj zelo neki Instagram obiskovalcev, ki sploh ne pridejo na Kočo, gre samo mimo Koči, ker morajo iti na vrh, ker je njemu pomembno, da na vrh naredi fotko, da se pohvali, da je bil tam, tako jaz to sprejemam, se mogoče pa kakšen tudi zato ne pride, ko mu res na živce, ampak posel, da je to. Ampak ljudje čist drugače dojemamo gore, kot smo jih pred časom. Zdaj jaz mislim, da včasih si šel v hrib, pa jaz se še spomnim na Kamniško sedlo, ko sem veliko hodil, pa je bila še tam gospa Franska gor, ki je že zelo dolgo zdaj pokojna. Jaz sem šel zredno rad k njej in sem se tam malo z njo pogovoril in tako naprej sem se pohvalil, da sem dej tam gor v hribih in sem imel tisto zadoščenje. Danes seveda te variante, ko imamo Instagram, Facebook, se lahko drugim pohvalimo, da smo nekje bili in enostavno smo bolj tako samozadostni, bolj zaprti ljudje se sprehajajo po hribih, na drugi strani so pa taki,
ki pa iščejo še to komunikacijo, mogoče celo bolj kot pa včasih, tako kot si rekel, tisti, ki pridejo prespat, bi radi debatirali, tako da enostavno vidiš, ne vem, imaš posodo za pomit, imaš ne vem kaj za skuhati neki za drug dan, pa se ti zdi mogoče boljš, da bi zraven tistega človeka se usedel pa kakšno rekel, da bo, kot pričakuje to od tega, zato ker ljudje na eni strani se zatekamo k tem našim variantam, ki nam jih seveda danes splet nudi, na drugi strani so pa še ti pristni človeški odnosi, ki jih je pa vedno manj. No, tako da se mi zdi, da tisti, ki pridejo s tem namenom, še toliko bolj intenzivno to želijo v hribih doživeti. Ker kakorkoli, ne, narava biti strokovnjaka iz tega področja, ljudje smo vse narejeni za neko bližino, pa za direktni stik in za najmanj pogovor. Ne. Siguren. In to pa so planinske koče, ne, mogoče celo najboljše mesto za nekaj tazga. Ja, pa tudi včeraj, ko smo se pogovarjali, ko smo povabili na tale podcast, se rekel, da so zgodbe, ki so se zapomnili, ampak že to po svoje debata, tukaj čisto slušno je govoriti z enim gorskim vodnikom, z nekom, ki je tudi bil v Himalaji, ko ima podobne izkušnje kot jaz in vedno se prijetno sreča s takimi ljudmi. Ja, seveda. Če smo pa zdaj nekje še v gorah, v planinah z lepim razgledom, ko smo glih neki fejst pojedeli in v končni fazi v super družbi, pa kaj pa še rabimo, ne? Točno to. Kaj pa še rabimo. Kako pa mogoče opažaš, a so kakšna pričakovanja ljudi danes mogoče pa pretirana, ne vem, ne, včasih danes se kje zazna, da ljudje mogoče ne vejo, kaj je sploh planinska koča in ne vejo, da to ni nek hotel in da so pač, ne, da je koča pravzaprav v osnovi zavetišče. Seveda to se je zdaj tudi spremenilo, ne, vključno s kulinariko in postrežbo, ampak a opažaš kakšne take pretirane potrebe? Ali pa... Seveda jih opažam, se dnevno razburjam nad takimi, zdaj ravno od prejšnjega vikenda izkušnja prišel človek gor in je rekel, prinesel mi je pivo odprto nazaj, je rekel, Union se flaša ni zarusila, vidim, da laškega imaš pa rosenga, zameni mi flašo, sem rekel, pa človek na koči si je ohlajeno pivo, zdaj mogoče sem ga res danes noter postavil, sam že 3 ure nazaj, sam flaša se ni zarusila, ne deva nehati pretiravati. Je rekel, ne, jaz tega ne bom plačal, jaz hočem imeti zarušeno flašo. Ogromno tega je, ker ljudje pričakujejo pa ne vem kakšno postrežbo a la carte, a pa so razočarani, ker nimamo Dunajce pa pomfri, zato sem tudi rekel, da mi gredo včasih tudi same pice na živce. Ljudje res danes imamo, ne vem, se je zdaj tako, v tujini vidiš, da imajo razno vrsto ponudbo, pa nas mogoče Sloveni nas kritizirajo, da preveč dajemo poudarek na enolončence, ampak sploh tisti, ne vem, sploh mogoče gorski vodniki, ko ste več po hribih, se mogoče bolj zaželite pač bolj take hrane, bom rekel, ne more biti sam jota pa ričeta. Jaz se vedno potrudim, če ima nekdo kakšne želje, da mu probam izpolniti, če se le da, da je tisti dobil, kar bi hotel imeti, Dunajskega pa pomfri pa ne delam. Kar ne ostane pri tem, vsaj kar se mene tiče. Mogoče je razlika, če greš na neko, recimo, turno-smučarske potepanje, pa si en teden, pa si izskoče na kočo, tam seveda mogoče neka raznolikost je lahko pozitivna in dobrodošla, bom rekel. Zdaj, pri dnevnem obisku pa po večini koč, zlasti pa po kočah v Sredogorje, bi rekel, je pa ponudba pa že kar na nivoju, vsaj v smislu neke izbire. Je pa res, da po drugi strani tudi ne moramo pričakovati, da bo, tako kot si sam rekel, zdaj pa meni in bomo tam zbirali se, pa še pol, jaz bi 2 gobice manj, tamle bi dodatne tele. Ja, težko je, ljudje bi res radi imeli vse sorte, pa zanimive, ne vem, koliko se rekel, recimo, da imam 5 jedi, ki jih neštejem, ki so tudi napisane na tabli, da so tisti dan, pa te vpraša, ne vem, ta 6, zakaj pa tiste nimaš, ja. Ja. Zakaj pa ne, zato ker nekaj se mora nehati. A si, si opazil, kdaj je kakšno težavo pri kakšnih tujcih, recimo, še zlasti, če jim mogoče angleščina ali pa tistem tujem jeziku, ki se pogovarjaš, ko moraš razložiti, kako je pa zdaj Borničev štrudel po
tako da bo on zastopil, če ga ni videl, recimo, ali pa to mogoče še niti ne. Kako mu razložiš, kaj je neka jota, ali pa ričet, Ja, pa pasul. zelo težko, imamo težave. Da ne rečemo vprost smrkovški piskar, Ja. Kako mu zdaj razloži to po angleško? Ja, zdaj jaz ne večkrat probam tujce, kar tako reči, da je to značilno za nas, pa da je dobro. Ja. Zdaj pa, če grejo od detajle, kaj noter, pa se pa seveda zgubljamo. Tudi, če že mogoče jaz znam angleški izraz, ga pa mogoče on niti ne razume, zato ker mi imamo res specifično hrano, vsi hranamo, vsak del sveta ima svojo. Jaz zdaj vidim, da moram tudi jaz to uvesti, oziroma mi moramo to uvesti na naši koči, da imajo slike in da imajo razložen, kaj je noter. In v bistvu, da tujci pa lahko malo pogledajo, kako izgleda, kaj približno lahko pričakuje, da tiste še najboljš, da pač tist mu pomoliš pod nos, pa če hočeš še kakšno informacijo, mu jo pa podaš. Tako da mislim, da je to izredno dober, simpatičen način. Vidim, da se gorenjske koče tam okrog Vršiča to zelo dosti poslužujejo in tudi mi se bomo mogli tega začeti posluževati. A opažaš tudi kakšno razliko, recimo med obiskovalci, bom nam rekel, organiziranimi planinci, termin, ki ga radi uporabljamo na Planinski zvezi Slovenije, skratka, nas, ki smo šli skozi neke procese usposabljanj različnih, preko planinskih društev in smo mogoče že od mlajših nog ali pa tudi kasnejših in pač poznamo, bom rekel, kako planinstvo poteka in tudi vemo približno, kako poteka življenje v koči, kaj pričakovati, pa mogoče med tistimi obiskovalci, ki pa niso šli skozi ta proces, ki pa mogoče so se sami od sebe brez nekih usposabljanj, pa recimo, da jih za nek smrkovec niti ne rabijo, razen neke primerne obutve, pač pa nek, bomo rekla, na hiter primeren pristop za to vrstno turo, pa se pol mogoče odločijo tudi, da bojo v kočo prišli, pa mogoče celo prespali. Opažaš kakšno razliko med... Ja, seveda, to so ogromne razlike. Tukaj mi dva so oba od malih nog hodila v hribe, poznava te stvari, potem imaš pa te, ki so danes v bistvu začeli zahajati. Ni mu jasno, zakaj bi mogel smeti dol nesti v ruzaku, čeprav je polno gor prinesel embalažo, prazne ne bi. Pol v bistvu do predčasa, dokler nismo imeli energetske prenove na naši koči, smo imeli samo en tuš, pa izredno majhen bojler. In smo poudarjali, da tuš je razkošje v hribih. Enim je to nemogoče, danes se pa ne bom stoširal. Jasno, da se ne boš. Zdaj v bistvu ta preskok smo zdaj naredili, tako da v bistvu tudi to zdaj nudimo ljudem na koči, to potušo. Ampak jasno, vso to komoditeto, ki jo nekje pričakujejo, zdaj jaz sem ful vesel, ker smo kočo prenovili, da imamo tudi radiatorje v vsaki sobi. Prej, ko sem prišel, je sam 15 stopinj v sobi, še zmeraj je 15 nad nulo. Meni je bilo zadosti. Tudi tebi bi verjetno bilo, zdaj imaš pa pač ljudi, ki so navajeni pri radiatorju spati, in enostavno to pričakujejo, da bo to tudi na koči. In to so res v bistvu za nekatere so prav šoki. Kaj bi pa mogoče nekomu, ki še ni preživel noči v koči, pa se je začel s pohodništvom, z nekim tem, rekel, osnovnim planinstvom, recimo Visokogorja se še ni dotaknil, zdaj pa se je odločil sam s partnerjem, partnerca ali pa celo z družino, s prijatelji, zdaj gremo pa za vikend na Smrkovec, ampak mi še nismo bili na planinski koči. Kaj moramo s sabo prinesti? Kako se moramo sploh v osnovi pripraviti, pa ni še snega, še to rečva, kako se moramo obuti, kako se moramo pripraviti za turo na Smrekovec in pa kaj moramo vedeti za recimo prenočevanje v planinski koči, konkretno prva seveda. No, zdaj tako, konkretno pri nas, zdaj seveda ljudje včasih pridejo neprimerno obuti, se pravi, da jim je tudi premočilo obutov, pa tako naprej. Se pravi, če si prišel prespat, vzem tudi sabo nogavice, vzem sabo vse rezervno, se pravi, vse, kar si imaš oblečeno na sebi, mej še dvojno, pa mej še toplo za obleč, zato ker tudi smo rekel, če je 1377, ampak je 1000 od spred in mi imamo nižje temperature,
kot dolini, se pravi, že zvečer te bo zazebel, če bo šel ven, in pa seveda tudi samo spanje ne bo toliko komod kot doma. Druga stvar, ki pa pri nas na koči ni potrebna, mi imamo lastno posteljnino, se pravi, če prihajate k nam, ne rabite neke posteljnine seboj, je pa treba to preveriti. Če greš nekam prespat, a rabite imeti sabo neko posteljnino, spalko ali karkoli, pač ta del za spanje samo. Pa treba se pač pripraviti na to, da mogoče bo malo slab žimenca, kot je doma ali pa kaj takega. Dobro, ker jaz recimo opažam že, da ljudje dostikrat vprašajo, a pa rabim neke copate za na kočo, ne. A pa bo tam kaj za jest, ne, pa razložiš, pa v penzion imamo, ali pa bo več možnosti, lahko se tudi kupi kakšna čokoladka, tudi sendvič ti morda naredijo za naslednji dan, verjetno se te stvari tudi pri vas. Normalno, vse to imamo, copate imamo, tako si rekel, se gremo s cajtom naprej. In potem tudi sprašujejo, ja, kako pa spanje, rabim pižamo, to mogoče niti ne rabiš, ne, ok, za smrkovec, če bomo 1 uro hodili, pa če res rabiš, bi še rekel, če moraš, ne. Joj, kako bo pa velika soba, a bo mogel sobo deliti še s kom, a bo kdo smrčil, pa rečem, pa si čepke vzem, ne, ali pa če bomo mogli si deliti. Skratka, se mi zdi, da ljudje imajo dostikrat, ko nimajo še izkušenj, ne, s prenočevanjem v kočah, potem en kup enih vprašanj, ki jim jaz sicer razložim, ne, pa pol se pripravimo, ne, ti si pa rekel, da potem pa pridejo kakšno vprašanja in čudenja. Ravno, ko si to omenil, zdaj, dostikrat pridejo kakšni, ki na koča recimo pol prazna, zdaj bi pa rad vsak v svoji sobi spal. In zdaj recimo, če imam jaz, ko imam gor 8 sob, postale 200 pa skupna, 8 sob, da bi vsakega eno sobo dal, pa da imam postlane posle recimo, seveda bo pol tak, ko bo šel sam spat noter, na drugo poslo pa ruzak dal, pa tako naprej, se pravi, jaz kljub temu, da je 4 posteljna soba, mogo vse posle preobleči, zato ker sem enega noter spustil spat, in zato me včasih mogoče čudno gledajo, če jaz eno drugo sobo ne dam ljudi, ne razprodim. Če je prišla pač skupina skupaj, malo že prisluhnemo, seveda, sploh če eni reče, da ima hudega šmrčača, ga damo nekam drugam, ampak to pa je malo ta šok mogoče, da se planinske koče zaenkrat so še tako, da niso apartmaji, čeprav nekateri že imajo tudi to, mi imamo še vedne sobe, ki ljudje pač spijo skupaj, se nimamo toliko velikih sob, imamo od 4 do 6 in tako naprej, tako da ni tak problem. Koliko pa še dobite kakšnih družb, ki pa pridejo tudi veseljačiti, zdaj petek, soboto zvečer. Zdaj prihaja to obdobje. November, december, imamo pač zaključke, celo nek AO se letos parjavo na zaključek k nam. Tako da pride, decembra se začne dogajati. Decembra, potem petek, sobota, tudi če mene kam povabijo, rečem, da absolutno ne bom mogel prideti skoče dol, ker se nam začne to dogajanje v bistvu teh variant. Pa sicer se pa imate še navado, pač ob 10 se v sezoni, recimo, sploh če je več ljudi, ki prenočuje, se luči ugašajo, šank se zapre. Zdaj tako, če ni prepolna koča, prakticiram tako, da šank zaprem, ljudi lih ne naganjam spat, razen če bi bili problematični, pa mogoče bili preglasni, ampak to se zadnje čase ni zgodilo. Jih pač pustim, da klepetajo, težko tudi kakšen mora reči, da bi po 10 kar spat, pa bo pa gor v sobi galamu, se pa isto sliši, ko so tanke stene. To navado imamo, se pravi, 10 zaključimo šank, ljudem povemo, da mi gremo pač počivati, ker imamo naslednji dan spet delo. Če so pa zaključene družbe, pa ponavadi pazim tudi, če kdo vpraša, bi prišel prespat, mu rečem, neka zaključena družba bo in pričakujemo tam do 3-4 karkašno rajanje. Sicer je tisto za mene naporno, ampak enostavno vse koče je zadruženje in tudi to še vedno damo na možnost. V takem obdobju, ki je zdaj, kaj bova rekla, zato pa še zraven. Pa še zraven. Zdaj, lagala bi si, ker dobro poznava, sploh, ki si omenil AO, bo verjetno tudi kakšna kitarca zapela
pa mogoče se kakšna glasba spustila, se treba malo zavrteti, verjetno, ne. Ja, jaz upam, da bo kitara, zdaj to, da bodo imeli zvočnik, pa to sigurno, in si bodo kaj zavrteli. Kitaro imam kitaro gor, ne znam seveda jaz igrati, to je škoda, ker v bistvu skrbnik, ki zna kitaro špilati, je car. Bi jo pa pogrešal večkrat, tako da to so taki lepi cajti. Moram reči, da v naših časih pri nas se je bila muska, ne, pa bolj proti jutru je pa muska ugasnila, je pa kitara prišla na vrsto. Smo radi zapeli. Ja, res je. Jaz sem marsikero tako noč prijetno doživel. Tako da to pa še na kočo, to je fajn. Kako pa drugače bi rekel tako, da obiskovalci, kakršnikoli že so, se tako generalno držijo, bom rekel, nekega planinskega bontona. V kar tudi spada, da se po noč ob 10 zaznajo biti tihi, da ne delajo galame, omenil si smeti, jih je treba odnesti v dolino. Če jim daš sobo, a zjutraj, ko grejo na zajtrk, pa pol naprej, so smeti, prazne plastične plastenke so na kleh, so deke zložene in tako. Generalno, kakšno imaš izkušnjo? Ja, jaz bi ti lahko povedal, pol bom rekel. Se pravi, imaš res nekatere, ki ti pomagajo pri tem, pustijo čisto sobo. Imaš pa ljudi, ko moraš res narediti skoraj generalno čiščenje za njimi. Imaš bom rekel. Ja, si predstavljam. Ja. Kaj pa kakšna taka najbolj izstopajoča izkušnja? S kakšnim? No, zdaj ne vem, če je tako negativno, mogoče zelo malo smešno vse skupaj, ampak jaz sem imel pač neko skupino gor, ne bom zdaj pravil, kdo so bili, niso so drugače tudi moji prijatelji. Sem pol še kar nekaj časa polena iskal pod poštrom pa pod žimencem, ki so jih v bistvu dali kolegom, da so spali na bolj mehkem. Okay. Tako da tudi take stvari smo že hudomušne. Da nova zdaj kakšne ideje preveč dala. Ja, upam, da ne. Kako pa vidiš recimo sebe kot oskrbnika, če se majčkeno zazreš v prihodnost? Se še vidiš krajše obdobje, daljše obdobje, karkoli to pomeni že? Ja, zdaj na naši koči smo šli v energetsko obnovo, kjer se pa društvo ni želelo podstopiti zaradi prevelikih obvez, tako da smo potem ugotovili, da lahko najemnik gre in to je bil prvi pogoj, da mi dolgoročno podaljšajo pogodbo. Tako prej sem jaz podaljšal na 1 leto, potem smo jo pa kar za 7 let podaljšali, tako da v bistvu že tukaj za to odločitvijo, da sem jaz hotel, da bi smrekovc bila ena bolj, se pravi, ne bom rekel, da je zdaj moderna koča, še vedno je vzdušje, lesena koča, še zmerom je prijetna, ko boš pa šel gor, boš videl, o čem govorim, ampak našo komoditeto smo si poboljšali, se pravi, kuhinjo smo poboljšali, centralna kurjava je, sončna elektrarna je, se pravi, te spremljevalne dejavnosti so šle na bolj, se pravi, v letošnjo tisočletje. In zato sem se ko sem v to šel, v bistvu tudi sam sebe potunkal v to, če sem že kdaj razmišljal, da bi mogoče pa kaj drugega počel še do svoje penzije, da bom verjetno penzijo dočakal kar kot oskrbnik. Ker prej sva se majčkeno že dotaknila pa obravnavala malo problematiko dela, ki ga opravljaš, pa raznih ali pa številnih društev, ki imajo težave z najemniki, z oskrbniki. Mogoče je tudi to en izmed problemov, ker tudi neko ime in neko, bom rekel, ime koče in bom rekel reklamo, ki jo ti delaš vse v enem letu, težko narediš. Verjetno je na daljši čas lažje narediš, ali pa bolj, ker veliko reklame gre tudi iz ust do ust. Mi boš mogoče še razložil, če uporabljaš tudi kaj, pač zdaj novejše tehnologije v smislu pač socialnih omrežij, interneta za neke promocije in tako naprej, ampak si predstavljam, da če ti bi podaljšvali nenehno zgolj za 1 leto, si tudi v nekem takem primežu, ne veš, kaj te čaka. In mogoče se tudi marsikdo doživlja to kot problem in se
težje potem sooča z tisto neko realnostjo. Ja, jaz v bistvu sem bil pa kar pošteno razočaran, ker sem prvo leto šel podaljšati svojo pogodbo. Takrat so mi dali vedeti, da imam prvo leto poizkusno in da seveda, če se bom obnesel, da bodo podaljšali. No, potem, ko so mi prvo leto podaljšali, so rekli, sej mi bomo zmeraj s tabo, dokler boš pri voli, zato ker vidimo, da si v redu najemnik, bomo s tabo podaljšali, ampak za vsak slučaj bomo naredili samo za 1 leto spet. In meni je šlo to izredno na živce, ker jaz sem jim potem dal primer, ne mogoče kot promocijo samo, ki seveda smo neko promocijo, se pravi Facebooka, Instagrama, pač če imaš lepo fotko, jo deliš, povabiš, sploh če imaš občutek, da ti zdan mogoče ne bo lih polna koča, pa da je lepo vreme, pa da v dolini ni, pa ljudi pač obvestiš o tem. Pač ne toliko v smislu promocije, da sem jaz zdaj naredil promocijo za to kočo, vse dobro, pač naslednji prišel pa to promocijo doživel, jaz se pa učim, če bi hotel mogoče pol na drugo kočo, karkoli. Sem ta primer dal, sem rekel, lejte, vi ste meni rekli sprotno vzdrževanje. Če ena žarenca crkne maja, bom jaz rekel, se bo naslednji skrbnik zamenil. Mislim, to, sama koča trpi tudi, če daš samo za 1 leto nekomu v roke in mu nisi dal nekega zaupanja, da bo dober za to, se pravi to kočo, tvojo kočo, se pravi pa društvo na kočo, s katerim društvom si ti pač predsednik ali karkoli. Moram pa, seveda, ker ravno govoriva o teh društvih, moram pohvaliti, da mi imamo izredno lep odnos z Planinskim društvom Črna. Na začetku smo imeli mogoče malo nezaupanja en do drugega, kar je normalno. Da s časom se je skazalo, da oni čisto komod delajo z mano in da tudi jaz, včasih imamo kakšne vsak svoje ideje, vse uskladimo, se zmenimo in v bistvu smo nekako, bom rekel, zgled za vse to, ker bom rekel, da se da, če društvo prisluhne najemniku, če društvo mogoče nima prevelikih apetitov po velikih najemninah, pa mogoče da, če že dal najem, da se niti ne vtika v to, kaj zdaj najemnik prodaja, kakšno hrano daje. Če mu pustiš proste roke, če lahko društvo najemniku zaupa in obratno, se da marsikaj narediti. A na mogoče ravni Planinske zveze Slovenije imate tako... zdaj grem v temo, ki jo relativno slabo poznam, zato me boš popravil, ampak imate dovolj podpore, imate kakšno usposabljanja, izobraževanja, če se zdaj recimo postavim v temule trenutku samega sebe v pozicijo, kaj pa če bi jaz kočo prevzel, kaj vse pa jaz znam, kaj vse mislim, da znam za upravljanje ene koče, recimo, kje bi nekdo, ki bi se želel prevzeti neko tako delovno mesto, ki ga imaš ti, kje bi se lahko, bom rekel, majčkeno podučil, če me razumeš? Ja, sej zdaj tako, Planinska zveza, če sodeluje z njo, lahko si najel kočo, pa sploh ne veš, da Planinska zveza obstaja, pa mislim, da te ne bodo kaj dosti vznemirjali. In je pa druga stvar, da če pa spremljaš Planinsko zvezo, daje pa kar nekaj suporta. Jaz sem tudi v bistvu nekaj časa so mi prepošiljali neke maile, ki jih nam Planinska zveza in za izobraževanja in za morda celo, mislim, da vsako leto je izobraževanje za oskrbnike, se pravi v smislu kuhanja, v smislu tudi potem samega obnašanja oskrbnika na koči, tudi kako bomo mi planinci, to se moraš malo izobraziti. Vse to Planinska zveza ponuja, tako da v bistvu jaz sem v vseh teh letih tule tudi spoznal Dušana Prašnikarja, ki v bistvu ti bo na vsako stvar znal odgovoriti, ali pa se bo potrudil, da bo najdel odgovor na to. Tako da v bistvu se ne smeš bati jih vprašati po sodelovanju. Mogoče se me tudi prednost, ker je Bojan Rotovnik, prejšnji predsednik, v bistvu moj sokrajan, in je Šoštanja in tudi on mogoče kdaj me kaj opozoril, ker se poznava, me je opozoril, da pa Planinska zveza pač ponuja to in to. Tako da jaz mogoče, ker sem do zdaj samo opazil, da vsako leto ima zbor gospodarjev koč, mogoče
če me bo Dušan slišal, da bo mogoče malo razmišljal na gospodarske komisiji, če povabijo tudi kakšnega najemnika zraven. Jaz sem že bil na teh sestankih, tam je seveda veliko prazne slame, je pa tudi veliko uporabnega. Ne? In tam se v bistvu nekako določa, kako bodo koče funkcionirale, tam v bistvu Planinska zveza nam daje smernice za cene in tako naprej. Včasih pogrešam, da bi mogoče, jaz ko sem bil tam kot najemnik, da bi tudi mogoče kaj pripomnil kot tist, ko res kočo nekako upravlja, ki dela s tem, ker vsem smo mi skrbniki tisti, ki imamo stik z ljudmi in nekako spremljamo stvari. Tako da mogoče bi samo to pogrešal, drugače nam pa zveza, ker stoji na strani. Pa imate mogoče skrbnice, skrbniki, upravljavci koč, kakšne svoje kanale ali pa si izmenjujete kakšne dobre prakse, kakšne nasvete? Jaz absolutno z svojimi sosedi, tam okrog se večkrat na leto slišimo. Gledam tudi na to, da grem večkrat, ali pa vsaj enkrat na leto na te sosedne koče, da malo vidim utrip tam, tako da ja, se pravi, ne bom rekel, da širše, v ožjem krogu sosedje, sigurno sosedne koče si pa sigurno nudimo support, včasih se menimo, ne vem, kaj zdaj komu ponuditi, ko pridejo kakšna povprašanja, ki so mogoče malo izven serijska, kaj zdaj narediti, ali bomo res to ponudili, bomo ustrajali, da smo mi koča in tako naprej, tako da marsikaj se menimo med sabo. Verjetno pa tudi ti, če greš kam drugam na kakšno drugo bajto, bom zdaj tako rekel, malo pošpegaš, kako ima pa kaj tole urejen, pa vprašaš mogoče, kako ima kaj s štromom, malo pogledaš, kaj je kaj na meniju. Zmeri lahko ti pokažem, na katerih kočah sem letos bil, zato ker imam posod meni slikan, zato pa ne zaradi tega, ampak da je enostavno kot ideja, da mogoče kaj še pridobiš. Pa tako, kot si rekel, tudi mogoče ostale stvari pogledaš, kako imajo sanitarije, WC-je urejene. Posod iščeš ideje, ki mogoče bi ti prav prišle, tako da posod malo pošpekaš. Jaz v bistvu ne znam biti, da ne bi bil skrbnik tudi na drugi bajti. Kaj pa danes Tomo počne v gorah najraje, ko pa ne dela? Ko gre nekam, kamor si sam želi, ali z družino, ali s prijatelji? Ja, v prvi vrsti najreč turno smučam. Jaz imam pozim več cajta in jaz, ko mi čakam, tako kot vredno tudi ti, da sneg zapade. Ta prvi sneg sem jaz na snegu, tako da zdaj imam smuče lepo porihtane, upam, da decembra bo že spraskane. Jaz že v prvem snegu. Nimaš kakšnih makadamk? Imam, sam sem jih zlomil, sem jih sam kampelil, tako da mogo nekaj narediti na tem. Zaenkrat se še da z njimi, imam pa ene elanke, ki so ful lahke in so v bistvu še sulice in je super za začetek sezone. Prijaš na hrib, da če odspod cel se tako prepodiš dol s tistim smučam in si tak, ki bil še zmeram peš, razen na snegu gor, tako da imam makadamke. Kako pa je zares mrkavec, bom rekel, turno smučarsko aktualen? Zanimivo. Zate, ki si v bistvu usmerjen v više hribe, pa mogoče bolj na julijski konc, mi imamo veliko turnih smučarjev, ker v bistvu mi imamo dve strani, ki sta zanimive. Prva stran je ta južna stran, ki je dosti hiter, dosti snega, se pravi 15-20 cm, pa že šibamo smučkami, pa imamo pa severno stran, ki gre noter pa po gmajn, bom rekel, je taka redko drevje smreke in tam, če pa je pol metra plus snega, je pa v bistvu že 300-400 metrov višinskih, izredno lepega spusta uživaškega. Jaz, če nimam zadost, grem nazaj na kočo, pa na čaj, pa nazaj gor. Tako da imamo mi ogromno turnih smučarjev, sploh na začetku sezone. Tudi, recimo, jaz živim zdaj na začetku Tahinske doline in Maja žena, pač do 3 dela pride domov in pozim, če je dosti snega, greva doska s čelkam proti Kranjski ravni, čas tudi na Veliko planino, ki pač niso neki turno smučarski cilji, tisti z ne vem kakšnimi flankami, z ne vem kakšnimi višinci, ampak z mačkem se
pregibati, ne, je pa tako zelo lušten. No, jaz ti bom rekel, da, ker te konce poznam, ker izhajam iz njih, se pravi Kranjska Reber, pa ti zdel, mi smo že malo bližji, malo bolj zahteven turen smuk, govorim o tem severnem. Če je pa ta južen smuk, na južni strani je pa v bistvu en travnik, kjer je v bistvu za začetnike mogoče malo premalo strm, če je visok sneg, drugače pa prav za začetnike in se pol spusti dol in v bistvu nam decembra, ko prvi sneg zapade, je res veliko ljudi, ker v hribih še veš, da takrat razmer ni pri prvem snegu, ali se plazi, pa prideš do Tavše, do skale. Takrat imamo mi res turno-smučarski močen obisk, tako da enkrat si pa pol ure cajta več vzemte, pa prita na naš konc, pa poglejte, tudi po zima. Zdaj ne bom rekel, kaj mi je šlo že vse skozi glavo, tako mačkam imam že kar plane, ne. Sem sporedno razmišljal, kako bova tole zdaj z Majo napadla, Smrkovec pa kdaj, ne. Mogoče celo znava na sneg počakati. Povej mi, zakaj misliš, da so danes planine, gore, ali pa narava nasploh nam ljudem tako pomembne in zakaj tudi pravzaprav tako radi ljudje zahajamo še vedno gore in planine in doživljamo vse tisto, kar nam tam gor ta svet ponuja. Jaz mislim, da se začne že kar s tem, ker je ena taka prijetna rekreacija, če greš, ne vem, jaz prehajam Šaleške doline, če greš okrog jezera hoditi, moraš že laufati, da zašvicaš, če greš na Smrkovec, boš kar lepo prešvical, drugo je pa ta odklop, ki ga rabimo. Zdaj, če ti uspe, ko avto parkiraš, če začneš samo o tem razmišljati, kako boš hodil, a bo lepo vreme, a bo dosti topel, a je na koči mrzel per, če se sam s temi vprašanji ubadaš, je super, zato ker se uspel odklopiti od vse te vsakdanje norije in mislim, da ljudje prav rabimo te gore, tako da ne, da sam radi zahajam, ampak v bistvu to je ena taka človeška potreba, ker tam se odklopimo od vsega tega, ker je, po drugi strani, pa če še malo znaš naravo pozvati, naši hribi so izredno lepi, to vsak tujec reče, ko pride k nam, in imamo čist logične odgovore, zakaj rabimo hribe. Ja, to sem vesel, da si omenil to, kar si povedal, pa še prej si že omenil Nejca za plotnike, alpinisti ga sploh radi citiramo, kako je pravzaprav pomemben proces, on reče pot, ne zgor, vrh, cilj, in to, kar si rekel, nekako tudi pritrjuje temu, ker v gibanju, v poti, sploh pa če se ustavimo še v koči in še kaj dobrega pojemo, pa kaj spijemo, pa malo vsaj pokramljajmo na poti proti vrhu, nam lahko to v bistvu tisti dan še dodatno izpolni. Ja, tako je, dan je popoln, če to se daš skupaj. Če se želimo zdajle v jesensko-zimskem času, če želimo priti na dom, kaj moramo narediti, če hočemo preveriti, ali je odprt ali ni, kako pridemo v stik s tabo? Jaz sem vedno odziven na telefon, včasih potem polet pregorevam, ko me sprašujejo, če že borovnice rastejo pa kje. Takrat znam biti tudi včasih malo usoren. Zdaj izven sezone, ko pa bolj preverjamo odprtost, pa koče, pa vedno prijazno povem, kdaj odpremo, tudi povem, kje so dostopi, ker v bistvu, ko pri nas zasneži, je dostop z avtom nemogočen. Zato imam rad ta del sezone, ker imamo res te pristne obiskovalce, ker tudi, če isti človek pride polet, pa se z avtom gor pripelje, pa če prišel po zim, je že unatočnobo, ki je imel sabo v dolini že pusto na poti gor, ki je zadovoljen, da nekaj zase naredi. Ja, ki shodimo in jo predelamo in gre malo v luft. Tako je, ja. No, tako da le upoštevajmo ta nasvet. Torej, kje lahko najdemo pa telefonsko ali pa kako lahko pridemo v stik? Splet? Najlažje je seveda na spletu, seveda Google ve tudi Planinska zveza, to ima zelo lepo, tudi sodelujemo s skrbniki za Planinsko zvezo, da javimo takoj, kdaj kočo zapremo, kdaj odpremo, tako da tam je izredno pregledno za vse koče v Sloveniji. Jaz mislim, da če na planinski strani, na Planinski zveze Slovenije preverjaš, da se ne more zmotiti. Povej mi prosim še tole mačken, vse mora biti aktualna, avgustovske poplave,
In še prejšnja neurja so kaj poškodovale poti na vaših koncih okoli Smrkovca. Kakšno je stanje? Zdaj seveda vsi vemo, da v Savinjski dolini je bilo najhujše, te poplave, poleg seveda Črnem na Koroškem. Črna na Koroškem v bistvu zdaj ima poti in pa ceste že zelo solidno urejene, same poti so odprte. Strani Ljubnega, ker sem pa ljudi, ki so prihajali na Smrekovec od Del, vedno vabil, ker je bila najboljša cesta, najvišji asfalt, če se je hotel z avtom blizu pripeljati. Tam je pa zdaj cesta obupna, ker tam so v bistvu ljubljenske rastke, ki so spremenjene, ki so hiše zginile, ko je bila katastrofa. Se pravi, ta stran iz Ljubne je pa še vedno boga. Lih včeraj, ker sem pač malo klikal te stvari, sem videl, da tudi pešpoti do Smrekovca so še vedno zaprte, se pravi, strani Ljubnega. Vse ostale poti, recimo pot Smrekovca proti Travniku, je pa tudi slovensko-planinska pot, ni bila pa nikoli toliko poškodovana v tej ujmi, da bi bila zaprta. No, zdaj, ko so že to konkretna, zdaj pa meni kot recimo preseljenemu Ljubljančanu, v okolico Kamnika, se pravi nekomu, ki je iz srednje slovenske regije, pa se je zdaj na kuru za Smrkovec, kaj mi svetoval, od kje naj se ga lotam? Ja, najboljše je zdaj, ne vem, če si z Markov... Da bi se mogoče še oprost, te prekinem, da bi se mogoče še najmanj vozil z avtom. Ja, če si omenil ravno Kamnika, potem boš verjetno prišel čez Črnivca. Ampak to ni tipičen, bom rekel, naš, ko bo prihajal. Če prihajate iz ljubljanskega konca, je zdaj trenutno po tej situaciji najbolj šit kar na Velenje, Šoštanj, potem se peljemo čez Florjan, v Belih vodah ponavadi pustimo avto in tam potlej gremo do Smrekovca. Zdaj, samo izhodišče, ker je manjše parkirišče, če je lep vikend, je kar zasedeno, je pri Spodnjem Brložniku. Če poguglaš, ga najde, te lepo pripelje. Od Spodnjega Brložnika je pa lepa zložna pot do Koče, slabo urco, za tebe še malo manj, ko si malo bolj pripravljen, recimo. In potem še 20 minut do vrha, tako da 20 uri pa pol si iz tega izhodišča komod na vrhu Smrekovca, kjer pa še ni konc. Ravno ta vikend sem zdaj poudaril, ko so prišli eni tudi, pa sem jih spraševal, kam naprej je lepo iti proti Travniku, tukaj vmes imamo pol še zmeraj Smrekovško pogorje, to sta pa Krnes pa Komen, ki sta oba dva travnata, lepi razgledi okrog na Peco, Koralpe, vidimo Kamenške, Ostrico, Veliki vrh, nazaj vidimo potem Kope, do Zagrebška Slemena se vidi smučišče po noči razsvetljeno, tisto ni toliko zanimivo za nas, no, bolj so hribi, tako da lepi pohodi, družinski ali pa rečemo nekje srednje zahtevni tudi za posameznika, za dušo spočit, bom jaz temu rekel. Tomo, hvala za vse te informacije in za nek pogled v delo nekoga, ki živi za delo na Koči in pravzaprav, ki nosi takole gore že celo življenje vseb. Kaj čva reči za konc? Povabva ljudi še enkrat na Smrekovec. Sva ste že slišali, spucite se mestne nervoze in pridite v planine. Ja, lep pridite, tako rekla. Ja. Hvala. Hvala tebi še enkrat.